Smo? Smo. No, seveda smo. Torej, dame in gospodje, v prelepem Celjskem parku sem se jaz premierno prvič v življenju v živo dobil. Pa saj sva se že kdaj videla, se nisva? V živo nikoli. Pišuka, res ne. Tisti seks ne šteje, ker sem jaz pozabil, ker sem bil pijan ko malo. Ja, to ne šteje. Čakaj, da uvod naredim. Ja. S poslednjo slovensko seks bombo, O, žensko, ki dviguje prah, kamorkoli gre in kjerkoli se pojavi s svojimi članki, nastopi, kajti ona je zelo znana novinarka, publicistka, TV voditeljica, tudi urednica, po novem tudi zelo dobra pisateljica. a to meni govoriš? Ja, ženska brez dlake na jeziku, razen kadar liže. Skratka, dame in gospodje, z nami je fantastična, fenomenalna, vroča, očarljiva, meni osebno zelo privlačna, mokro-sanjska Katarina Keček. Katarina, lepo zdrav in dobrodošla v Gardnerjev intervju. Ej, me veseli isto. Res se nisva videla tako še v živo. Ne, v živo ne. Ampak jaz imam feeling, ker se tudi pogovarjava in dopisujeva. Pa sodelovala sva v raznih oddajah. Ja, nisva ampak tako, ja. nisem prosto, a ni nora bi zdaj? Ja, pa na Sorry, oddaji sem ti tisto. pokazal, se lahko govoriš tako. Ja, a res, lahko, a pri tebi lahko svinjam. Lah. Jaz sem sicer dama, ampak se Lah. bom potrudila. Le, ker sem ti tudi na oddaji sem ti rit pokazal, če se spomniš. No, seveda se spomnim, čeprav sem mi žala. Verjamem, ja. Le, drugače pa ne morem verjeti, ne. Tebe srečam in po naključju, ne, imam s sabo šampanc, pazi, ne. Zezaš. Jaz pa kavico. Mislim kavico vedno. Le, po naključju imam s sabo šampanc, ker sem se odločil, da predno, evo, le, kaj piše gor, Burg, Šenek, Pojma nijem, kaj je to. jaz tudi ne, Burg. iz sekte Halbroken je to, iz sekte Halbroken, In tudi vino iz insektov. vino iz insektov in sem si mislil, lej, ne, glede na to, da to imam jaz s sabo, se spodobi, da to odpreva in da dejansko proslaviva najino srečanje. Zdaj, da se ne boš matral z obmi, da ti sam povem, ker sva si očitno res bolj podobna, kot si Jaz misliva. se odpred, jaz to ne znam, by the way, ne. Ej, stari, jaz vedno s Ja. sabo nosim odpiralec za šampanjec. Ne me je, resno, kaj? Oziroma za botelko. Sam človek ga ne rabba, ne? Ja, A ja, ne. pa še nekaj, pa Ja. za vsak slučaj imam vedno, ne? To pa res vedno. Lej, kozarce za šampanjec. Pa čakaj, pa čakaj malo, ne. Pa čakaj ti Ja, malo, veš, ne. kako je to. Ne, ker jaz imam... Ne, nič nas ne sme Ja, res je, presenetiti. pa pričakujte nepričakovano, ne. Ja, pa pričakujte, ne Jaz pričakovano. imam šampanc zraven vedno, ker nikoli ne veš, da ga boš rabil, ne. Absolutno. Ja, Pa najboljša prijateljstva se začnejo šampanjcem. to je pa res, pa končajo tudi, ne. Ja, res je. Ja. Pa tudi najboljša jutra se začnejo šampanjcem. Res je. Čekaj, zdaj pa Pa jaz tukaj- Pa jaz mislim, da je tudi, veš, da je čas, da nas zdraviva. Čakaj, lej, to se kar tako odpre. Ja, že dolgo nisi odpiral, vidim, ne? Sploh nisem odpiral, ker Zezaš. načeloma ne maram šampanca, jaz ga imam sorry. šampanc. Veš kaj, jaz Zdaj mislim, bom da si ti rekel, jebač, stari, ne, res. poslušaj, jaz bom Ker se zdaj, prodajaš, ne, koliko hudi, ne. zelo sporno bom Ampak rekel, ni ne. ga jebača, ker ne bi znal Poslušaj, šampanca jaz odpreti. šampanc- Z eno roko mi že. Poslušaj, S kurcem samo, prav. jaz šampanc pijem iz ženskega telesa, O. ampak si ga ženska sama odpre in sama polije. A ja, Ja. da smesti sama Ja, sve, ne? ne, se ne znam odpreti, pizda. Kam moš to odšraufati? Malo vrti, dej. A vrtiš v pravo stran, ne na robno stran Ne, vrtiš. takle, pridi se odpre, poglej. Ja, sam dolgo treba, ne? Dolga predigra, Ja. veš. Čakaj. Ne? Vemo, si videla to? Sam dotaknil sem sebe, eksplodiral. Kako se temu reče, Ja. prehitra ejakulacija. Sam dotaknil sem sebe, eksplodiral. No, to je to. To Ja. je to, ko dolgo čakaš na... Ja, ups. Ne, nič hudega, če malo teče preka, Ne, veš. se tako mora biti, ne. Evo, dame in gospodje, takole se proslavlja epsko srečanje dveh ljudi, ki se vidita prvič Ja. premierno, ne? Ja, Na kaj pijemo? obožujem mehurčke, vse Ja, vrste. na kaj Starejše, pijemo? ker sem bolj jih obožujem. Leko, zdaj sem se pa polil, sem se pizda. Kaj to? Nič hudega, Kaj je to le. šampanca skvrt? Kaj je to pizda? Čuj, na kaj nas zdravimo, preden začnemo? Tako le bova rekla, ne. Ja. Oba smo imela velike težave pred parimi leti z zdravjem. Drži. Jaz tega nisem skrivala, ti si skrival, tako da te tudi zdaj ne bom Ne, sprašvala, skrival nisem, samo zakaj so uradno te nisem povedal, operirali, ja. pa kaj so ti Ti dali bom ven. povedal, Pa, ti meni kaj to povedal. ja, pa, tako, ker res pač nimam tega feelinga, ne vem, zakaj bi ljudje skrivali bolezen oziroma operacije. Pa spet je tako, ene bolezni skrivajo, ne. Vsakim, ki se usede, mi reče, joj, sem fasal, ne imam pa sladkorno, Ja. ali pa ful imam visok pritisk, ali pa astma me matra, veš, ko gre pa vprašanje o težkih boleznih, Ja, kakor je rak, smo pa tiho, no, jaz nisem, No, ti ker nisi nisem bila, tak ja. in tip, očitno to profesionalna deformacija. Veš kaj, že prej sem
brskala po ljudeh, ne, ki so imeli neke zgodbe, in pa sem se kar naenkrat sama znašla v vlogi zgodbe, ki mi ni bilo glih najbolj prijetno, ampak sem mogla prigrizati, ker če sem o drugih ljudeh pisala, ki so nekaj preživela težkega, ne vem, zakaj ne bi o sebi. Ne. Tudi sebi, ne. Kaj na zdravje pol pijeva? Ja, Na zdravje. v bistvu, ja, ker je to najbolj pomembno. Ker če midva ne bi premagala te velike bitke pred parimi leti, ne bi se tukaj nazdravljala večkrat, na zdravje, ne bi se smehljala. Na zdravje, na tvoje zdravje, pa na zdravje, na moje zdravje. Na zdravje pa na tvoje. Za začetek bova temu nazdravila. Okay. Veš, ni slab. Super je. Sem ti rekel. Pa še veš, kaj me všeč mi, ker ni mrzo. No, se ne sme biti. Ne vem, nimam pojma. Ne, ta ne sme biti, veš. Ne vem, se veš, ko so doktorirali že z tega, ne. Vino belo mora biti na taki temperaturi, temno na taki. Katarina Šampanjec pa lahko piješ na vsaki temperaturi. To je res, ja. Katarina Keček, bova šla tudi še na to zdravstveno zajebano temo, ampak začeti moramo pa z najbolj aktualno in perečo temo, ki je ta hip, bom rekel, res tista, ki tebe najbolj driva in tista, ki je tvoja osrednja tema ta trenutek. Ne? In to je tvoja najnovejša knjiga, ne? Okupatorjeva hči, ne, ki jo imaš, upam, da s sabo, da jo pokaževa. Ne. Evo, to je torej, dame in gospodje. Kar vzemi na dolžnost, prosim, ker vem, da je še nisi prebral. Knjiga Okupatorjeva hči, Katarine Keček. Ja. Torej, to je avtobiografija tvojih zgodnih let. Ne. Sem pridi. Oprosti, bom vsake toliko malo zažvižgala. To je avtobiografija tvojih zgodnih let. V bistvu, veš kaj, težko rečem temu avtobiografija, v bistvu sem bila presenečena. Ker sem videla, da so v Nuku napisali, da gre za dokumentarni roman. Dokumentarni roman? Ja, dokumentarni roman, kar mi je še bolj všeč, ker sem se ga lotila tudi kot novinarka, ne morem drugače. Postavila sem se v zelo moreče obdobje, ki se ga moja generacija, pa tudi starejša seveda spomni, mlajša. Ne? Zdaj meni zveni, se pogovarjamo o dogodkih izpred 30 let, kakor da se pogovarjamo o drugi svetovni vojni, se veš, pa ni toliko, ne? Ti koliko si bil takrat star? Jaz sem 74 letnik. Vseeno mi je, kateri letnik si, koliko si bil star, 91 leta. Čakaj, 84, tam si imel 15-16 si imel. 16-17. No, jaz sem imela pa 3-4 leta več kot ti. Ne? In v bistvu opisujem obdobje od razcepa Jugoslavije, ne? Ko se je, isti dan, ko se je Slovenija osamosvojila, sem delala šoferski izpit. Odlično. Ja, odlično, začetek je odličen. Da bi se pelala iz Slovenije ven? Ne, pač imela sem šoferski izpit, tako da sem ga, na srečo sem ga naredila, ker je bilo že cela Ljubljana blokirala, nisem se imela kam pelati, tako da sreča v nesreči je bila tem, kar bi verjetno še danes bila brez šoferskega. Sem malo površna. No in pa opisuje naslednjih 6-7 let, ko sem bila izbrisana, tam do 97, dokler nisem dobila, si uspela spet, bom tako rekla, pridobiti nazaj slovensko državljanstvo, ki mi je bilo po krivici leta 91 odvzeto. Zdaj jaz vem, da ta tema ni popularna, da se ljudje ne radi pogovarjajo o tem, večina Slovencev obrača glavo stran od tega zločina, ki se je zgodil leta 91, zato sem se čutila dolžno, kot človek in tudi kot novinar, da opišem vse te dogodke, ne samo skozi moje oči, ampak tudi zgodovinsko. Ne? Kdo je bil takrat na vladi, kaj se je dogajalo, kakšna vojna je bila okoli, kaj so poročali po televiziji, po časopisu, kaj se je dogajalo na Hrvaškem, pa tudi po svetu. Ampak ne mi reči, ne, če te direktno vprašam, ne, malo knjige sicer žal še nisem prebral, ne, ker je bila do zdaj zavita. No, to ti zameram. Kako bi jo prebral, če nisem si mogel listati, če je bila zavita not? Do naslednjič, ko se vidiva, boš gotovo prebral. Ne, ampak vem pa, zakaj se gre, ampak te vprašam za direktno, ne, če prav razumem, pa me popravi. Ne. Ta zelo glasni izbris, več kot 25 okoli 26,000, evo, še zelo natančno veš. Krat člane njihove familije. Državljanov se je zgodil praktično čez noč. Ne? In kolikor jaz vem, so mnogi ostali takrat brez vsega. Vem, da otroci so imeli prepoved v šolo iti. Skratka, zgodil se je en tak res šokanten dogodek, ampak predno mi to opišeš, ne? Jaz, ko se včasih pogovarjam o teh izbrisanih s kom, rečejo, pa so imeli možnost pri državljanstvu, pa niso pravočasno to naredili, pa so zamudili datum, pa jim je dol viselo, pa niso hteli, zdaj pa jokajo. Kak je s tem? Verjetno je tudi nekaj takih bilo, da bi lahko, pa niso. 30 let že poslušamo o teh špekulantih. Moramo se zavedati, da vsak od teh 25.671 ljudi je imel svojo zgodbo. Kdaj je prišel v Slovenijo, pokaj je prišel v Slovenijo,
Slovenijo, ali se je rodil tukaj, ali se ni rodil tukaj, ali je prišel sam delati. Ne? Zdaj, jaz lahko o moji zgodbi govorim, poznam sicer druge zgodbe, ampak lahko govorim o sebi. Ja. Jaz sem rojena v Postojni. Rojena Slovenka. Jaz nikoli nisem živela nikjer druge, jaz sem, bomo rekli, pod navednicami Slovenka, slovenske šole končala. Do leta 91 sem bila Slovenka, nisem nikoli imela nobenih težav. Ne? Kaj se je zgodilo birokratsko? Oni so sprejeli zakon, po katerem so, bom tako rekla, zdaj slišal si verjetno, da so obstajale takrat jugoslovansko državljanstvo in potem so bila še neka republiška državljanstva, ki jih sicer nihče ni upošteval, ampak v praksi je to pomenila. Ne? Ko sem se jaz rodila, ko sem mojega očeta tam vprašali v porodnišnici, katere narodnosti pa je vaša hčerka, pa rekel me fotor srpski, ker je bil on Srb. Ja. In so napisali noter srpska narodnost. On je bil JLA oficir. On je bil JLA oficir. Okay. In so napisali noter srpska narodnost in to je avtomatično pomenilo srpsko republiško državljanstvo, ker sem bila iskal srpske nacionalnosti. Ne? Okay. In to nihče pač do razpada in vsi so tako pisali noter. Ne? Slovenci so pisali Slovenci, Bosanci so pisali, ne vem, srpsko, hrvaško, makedonsko, črnogorsko ali ne vem kakšno. Ne bo tale tvoj pes nama porušil kamere, ne? Ne bo, Tonkica, pejdi stran. Tonkica, da ne boš kamere porušila. Pejdi tam en krok, malo povohati se. Tam meči žogice, tja. Ali pa le, še eno koskico ti dam, se nisi že naprej pojedla, ne? Ali si jo že poglodala? Nade. Ok, no, naprej. Jaz sem zaostala, prosim. To, da je tvoj ata rekel, da imaš srpsko državljanstvo. In ne, pač nič ni vedel o tem, da imam jaz, oziroma jaz pa moj brat pa pač neko srpsko republiško državljanstvo, čeprav smo cel čas živeli v Sloveniji. Ne? In ko je bil ta zakon sprejet, ne, zdaj uradno se temu reče prečiščevanje evidenc. Kaj je vlada naredila? Ja. Zdaj ne bom rekla, niso oni s pištolo strehali vsakega od nas. Minister je bil kdo? Bavčar. Igor Bavčar, ja. On je to zakuhal. Ni on zakuhal, zakuhala je vlada. Vlada je sprejela zakon, poslanci so ga potrdili, Igor Bavčar ga je dobil v sprovedbo. Tako kako pač danes, ne? Tako da vsi so vedeli in vsi so to podpisali, ne? Bavčar kliče? Mogoče pa res, ne? Se bova kasneje popovdne na košarki dobila. Ok, dobro. Ok. Zdaj, v praksi to pomeni takole, da so pač v računalniku vzeli eno skupino ljudi, torej bomo rekli 25.671, ki so imeli različna narodna državljanstva, če rečemo temu, in so jih iz računalnika, iz registra stalnih prebivalcev Slovenije premestili samo v register tujcev. To je cel zločin, kar je bil. Torej iz registra BAMP v register tujcev. Zdaj pa ta količina folka ni vedla. Tudi jaz nisem vedela, da sem preko noči postala tujec. Pa to niso sporočili ljudem, to mi objasni. Ne vem, lahko da so komu sporočili. Zdaj jaz se lahko povem moj primer. Ko se Jugoslavija, ko je bila pač vojna junija, moji starši so morali konec avgusta iz Slovenije ven, torej bom rekla, pregnani so bili, oziroma posledica mirovnega sporazuma je to, da vsa vojska in njihovi družinski člani zapustijo Slovenijo do konca avgusta. To veš, tega se še spomniš, ne? In pač oni so šli, jaz nisem hotela z njimi, ker sem bila ravno prvo faks novinarstva, ne? Pa že prej smo se večkrat selili, mi je bilo to mučno in zdaj prvič, ko sem bila polnoletna, sem rekla, le jaz ne grem z vami. Ja, dogovor je bil, le vi pejte, ker itak niso vedeli, kam bodo šli. Hrvaška, Bosna, to je bilo že vse v vojni vihri. In ko se boste nekje naštimali, se bomo pa slišali. Kaj se je zgodilo v parih mesecih? Jaz sem šla domov v Maribor, nisem mogla vstopiti v moje stanovanje, ker so ga zasedli teritorialci. Ostala sem brez vseh. Stanovanje, ki je bilo pisano na vas, družinsko. Seveda. Ne najemnina, prav vaše osebno stanovanje. Naše osebno stanovanje, nisem mogla slučati noter. Kot da je bila vojna, so šli noter. Ja, kot da je bila vojna, so ga zasedli. Tip me na vratih nadiral, hotel se poklicati policijo, znašali so na mene, da sem okupatorjeva hči in takrat sem jaz prvi zbežala. In takrat sem prvi zaštekala, da nekaj fejs narobe, če so mi v stanovanju udarali. Imela sem pa, ostalo mi je pol roka, ker sem bila seveda v Ljubljani na študiju, samo osebna izkaznica in čez par dni, ker sem bila že v Mariboru, sem hotela izkaznico pač podaljšati, ker je bil to edini dokument, da je to moje stanovanje, pa da tam živim, na kar so mi še to osebno izkaznico prerezali, za kar si seveda slišal milijon In kaj se je zgodilo? Jaz sem stari ostala na cesti v parih tednih, brez denarja, brez staršev, brez dokumenta, brez doma. Če so oni meni karkoli kam pošiljali, jaz nisem nič dobila, se niti kje pa naj bi dobila. Jaz sem parih mesecih postala klošarka. Ampak če te zmotim, da mi objasni to. Ok, za druge ljudi. Slušaj, recimo, ko se je to zgodilo, ok. A ni vlada slovenska takrat razmišljala, da bo to pizdarija, da če so pač, ker trdijo, da so pač to obveščali, da pač ljudje to niso videli, karkoli, se pravi, a niso takrat oni razmišljali, jebenti, če mi to ne bomo jasno in glasno
naredili, uredili, bo to pizdarija, ki se ne bo dobro končala. Niso imeli tega v glavi oni takrat. Zaradi Zakaj so te teme, tako ruk naredili? zaradi te teme, o Ja. kateri jaz govorim, dostikrat slišim, da sem zdaj pa protidržavni element, Ja, ker opozarjam na ta zločine pa na te kršenja človekovih pravic. Mhm. Zgodba o izbrisanih se ni zgodila, bom tako rekla, junija leta 1991, ampak že mnogo let poprej, Ja, ko se je že ustanovila Demosova vlada in ko so se tudi po Sloveniji, ne vem, če se spomniš tega, organizirali različni protesti proti JLA, proti Beogradu, pač proti takrat je prišli Jugoslaviji. do sovraštva do Balkancev. Ne? In takrat se je začelo tudi sovraštvo po Balkancev, ki so ga začeli širiti slovenski politiki, ki so ga prevzeli slovenski mediji. Zakaj je prišlo do tega? Pa ti bom povedala, Ja. zakaj. Ne? Zdaj lahko bi ti citirala, ampak ne bom zdaj šla googlat po Okej, telefonu, ker bi okej. šla tudi sam. Cenjeni Jože Pučnik, veliki slovenski narodni heroj, je leta 1996 na protestu v Ljutomeru razlagal. Potem, ko se bomo mi osamosvojili, v tem smislu, ne bom ga zdaj citirala, ampak Ja. hitro boste našli to na internetu, 96 Ljutomer Jože Pučnik, morali bomo očistiti to državo. Vemo, da bo to težko, da bo neprijetno, ampak to moramo narediti. Oni so se zavedali, da bo po vojski v Sloveniji ostalo kot 100 000 čefurje, bom rekla, tako Ja. ne Slovencev. Ja, razumem, In so se že vnaprej razmišljali, kako bodo očistili državo tega. Zdaj, ne bom šla zdaj v razne fašistične pa Ker nacistične zato je ideje. pol Slovenija moja dežela, postala Slovenija moja država. Ne? Tako. Ja, In kar pomeni, oni so že vnaprej, zdaj poslušam 30 let, da je šlo za napako. Ne, dragi moj Iztok, ni šlo za napako. Ker če ti narediš napako, potem se opravičiš, popraviš napako, urediš tako, da te napake ni in konec. Jaz pa 30 let že poslušam in vsi seveda poslušamo, kako smo mi špekulanti, kako smo krivi. Moram ti povedati en kup nekih dejstev. Recimo v tistem času ti kot slovenski državljan nisi imel smeti dveh državljanstv, torej recimo jaz nisem imela, to je tudi veliko ljudi, ki so imeli srbska državljanstva ali pa bosanska, pa so jih pol prisiljevali, da morajo vzeti slovenska državljanstva in pogoj za slovensko državljanstvo je bilo tudi med tem, da se odpoveš ostalim državljanstvom. In seveda ljudje to niso hoteli, dol so imeli, ne vem, bajte, zid, da so si bajte, imeli so plan, da se vrnejo domov, ne. Ja. In niso hoteli vračati državljanstva, ker bi potem na nek način tudi izgubili pravico do dediščine. Ogromno je bilo takih primerov. Isti primer, ker gre za kompletno diskriminacijo, je to, spucali so ne Slovence, bom tako rekla, iz registra, isto tujcev se pa niso lotevali. Nemci, Italijani, Angleži, Američani, ki živijo pri nas, oni si pa niso rabili urejati papirjev, čeprav samo balkanska posla so bila to, ne? Pa zakaj? To bi še zdaj nismo. Tretjič mi vprašaš, zaradi nacionalizma. Jaz sem domoljubka, nisem pa nacionalistka. Zakaj je to takrat, recimo ravno takrat, zaradi te vojne zraslo v Slovencih ta pretirana? Pa saj sam veš, kako je bilo. Ja, pretiran nacionalizem. No, ampak zdaj so aktualni pač begunci, ne? Zdaj so pa migranti, pa Romi so zdaj aktualni, prej smo bili pa izbrisani. Teh ni več, to bom rekel sovraštva do njih, saj jaz ga ne čutim, jih je tudi ogromno. Ampak hočem reči, razmišljal sem pa zgodovinsko, zakaj kar nenadoma začel Slovenec sovražiti in prezirati, ne vem, Bosanca, Srba, Hrvata. Najbolj enostaven odgovor je, da so se počutili ogroženi. To je vedno. To je najbolj. Počutili so se ogroženi od JNA, počutili so se ogroženi od Beograda, čutili so te pritiske. Vse ti tu niso bili okupatorji, te, ki so tu živeli pri nas. Vse jih poznaš, v Celju ste imeli povojni klic, četrtih je še ostalo, zagotovo imaš tule prijatelje, znance. Česa so se pizda bali? A Slovenci? Ja. Tako ti bom rekla, bali so se tudi tega, da bi, če bi ostala taka velika količina ljudi, da bi slej ko prej zahtevali, bom rekla, Bosanci, Srbi in pač ne Slovenci. Svojo državo v Sloveniji. Ne, manjšino v Sloveniji. Manjšino, ja, so se bali. Seveda, kar bi bilo čisto najbolj realno. Če smo mi pred 70 leti dali manjšinske pravice Madžarom in Italijanom, pa ti povem, koliko jih je. Madžarov je 500, Italijanov je 2500, pa 70 let potem imajo še vedno manjšinske pravice in, tako rekla, ogromen milijonov zapravljamo za stvari, ki niso potrebne. Tudi recimo televizijske oddaje imamo za te manjšine, ki jih nišče ne gledajo, Italijani gledajo Raj, Madžari ne gledajo Mostov. Po zakonu jih moramo imeti. Po zakonu, ne. No, zdaj če sem ti povedala, koliko jih je, torej približno 3000, ti meni povej, koliko je čefurjev v Sloveniji. Ja, pa milijona. Mislim, zdaj si pa predstavljam, da se ne Slovenci združijo, pa rečejo, lejte, Slovenci, nas je pa 100.000 tlele v Sloveniji, zakaj pa mi nimamo svojih pravic, pa svojih šol, pa svojega jezika, ker veš, da je to problem, zdaj je to rato veliki problem, če se srbo-hrvaščina pojavi kje v šoli, vidva sva je pa učila v osnovni šoli in jaz zdaj danes pišem razne CV-je pa reference, so vsi ti balkanski jeziki se štejejo kot tuje, kar je fajn, znam torej bosanski, srbski, črnogorski tudi znam, hrvaški, fakat, pričam. Ampak Katarina, pizda, se pravi,
ta tvoja kalvarija, ne, ki je opisana v tej vrhunski, ne, zgodbi okupatorjeva hči, ki jo še enkrat zdaj kažem, Ja. ne, dejansko zelo oster naslov, če gledaš, ne, razumeš, leta 91 Resničen, ja. se pogovarjamo o okupatorjih, pizda, ne, ampak hočem reči to, ne, takrat, ko se je to zgodilo, ne, ti si ta v sebi vredno ohranila to svojo jezo, ta svoj srd, ta svoj prezir, pizda, do slovenske politike, do Slovencev, do določenih, Veš kaj? zdaj so že mnogi tudi pokojni, Ja. teh politikov, ampak to verjetno ni šlo s Niso tebe ven, ne. pokojni, niso, Ja, Pučnika ni več. Ok, Pučnika ni več, Ja. Kučan je še vedno tle, Janša Aha. je že vedno tle, Bavčar je še vedno tle. To so vsi, To so vsi bili tam noter, a ne? Kaj ti pravijo, jih nekaj si šla, da je do njih? Neumne se delajo. Pa si šla osebno, da je do njih? Vse sem se večkrat z njimi pogovarjala. Pa kaj si Neumno se rekla? delajo, ti sam dobro veš, da so izbrisani po 30 letih, Ja. prišli do, bom rekla, do 3 opravičil. Pahor se mi je opravičil, Pahor vem, Urška ja. se je opravičila, pa mislim, da se tudi Danilo Turk prej opravičil. Mislim, Odškodnika, pa odškodnina. Ma pa kakšne ni bila, odškodnine? noben ni dobil. so dobili ljudje, samo Ja. jaz nisem tožila. Sem pridi Tonka. Se pravi, tisti, Zakon ko so je bil tako tožili, pa se postavljen, ne? Potrudili so, dobili. Lej, to se je zgodilo tako, ker se je zgodilo, ne, Ja. pač ta krivica. Potem je Ustavno sodišče 2008 razsodilo, da se pač take stvari, takšne kršenje ne smejo Ja. dogajati sistematično, da Ja. treba popraviti. Zgodilo se ni nič, ne? Razpisan je bil referendum po odločitvi Ustavnega sodišča, ker je 96% Slovencev sklenilo, ne vem, če se tega spomniš, a ne, da naj se izbrisani spravijo iz Slovenije, da nimajo tukaj kaj početi in da jim ni treba vrniti pravice. S tem je slovenska Kak je bil referendum? ja, referendum, ja. S tem je slovenska politika pozabil. spet dobila eno potrditev, kaj jo prav imamo. Prav imamo, čeprav skačemo po manjšini. a ne. Potem je spet bila še ena odločba Ustavnega sodišča, par let zatem, ker je SDS zahteval še en referendum o izbrisanih in ga je Ustavno sodišče zaustavilo, zdaj pa konec tega. Ja, Mi smo odločili, petkrat pa Ustavno sodišče o tem ne bo odločalo, ampak se še vedno niso popravile krivice, zato so se izbrisani končno zbrali po letu 2000 in 2013 je bila presodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ker so seveda isto odločili kot Ustavno sodišče, s tem, da treba odškodnine ljudem dati. Ne. Pa niso, Takim. pa se dal odškodnine. Seveda niso. Niti enemu. Dali so jim, ampak Ja. zakon je bil sprejet za figo v žepu. Mhm. Slovenska politika je sprejela takšen zakon, da lahko, recimo, če bi jaz zdaj tožila državo, ne, bi za vsak mesec izbrisa, zdaj če štejem 6 let približno, ne, Ja. bi dobila 50 evrov maksimalno. To je meja, kar mi lahko meni država da. Tako so se zasigurali, ker so rekli, joj, če bi vsem dal to gnare, kot hoče, bi pa država bankrotirala, kar seveda ni res, in torej je bila meja 50 evrov. Kar pomeni, če bi jaz državo tožila, torej rečemo za 6 let, ker bi tudi morala dokazovati, Ja, kje sem jaz bila, pa da sem jaz res živela na cesti, pa ne vem, kaj je grozljivo, ne? Nisem hotela še enkrat čez to travmo. Na koncu dobila 3 ure pa 500, stari je. 3 ure pa 500. Pa jaz bi odvetnika več plačala za tista leta, ki bi me vlačali po sodišču, kje sem bila, pa kako, tako da jaz se za to nisem odločila. Nekateri ljudje so se, enim so zavrnili pritožbe, enim so zavrnili tožbe, mnogim so zavrnili urejanje papirjev. Lej, po 30 letih v tej državi še vedno izbijo izbrisani, hudo mi je za njih. Jaz sem svoje življenje rešila, jaz sem se rešila, zato sem tudi to knjigo napisala. Ampak vsi ti ljudje, ki se skrivajo, to so taki mali ljudje. Zdaj mi je predsednica Amnesty Internationala rekla, da so najdli v Prekmurju enega človeka, ki sploh ni vedel, da je bil izbrisan 30 let. Ti predstavljaš to? To je tako, kot veš, japonski vojak, ki je prelezel iz vietnamskega gozda po 20 letih, a je že konc vojne. Ali pa underground film od Kusturice. Ja, on sploh ni vedel, on tam na Prekmurju sploh ni vedel, da je bil izbrisan. Živel je na vasi, neki mali človek, delal je več ali manj na črno, ni imel nekih stikov z institucijo, šole je končal že v stari Jugi, zdaj le pa 41 letih po otroka dobil, ne? In ga ni mogel opisati, ker so mu rekli, gospod, pa se vi ne obstajate. Kako ne obstajam? Vse vas nikjer ni. Ne, zdaj pa ti ureč človekov papirje, ki sploh ne obstaja. Ne? Ampak Katarina, je pa ironično, ne? Če gledaš zdaj, takrat smo se Slovenci bali za 25.000, ne? Ja. Zdaj jih je pa tu pol milijona ali milijon. Ne? Ja, Ne, viš, to je pa ironija zdaj. Ne? To je vedno tako, To je pa zdaj ironija in dejansko zgodovine. Ne? Pa nijam nič proti njim, imamo ogromno prijateljev, tudi Ja. Bosancev, Hrvatov, Srbov, ne? Albancev, no vse zadnjih jih je ogromno, ne? Ampak če gledaš takle, kdaj greš po Celju, pa kjerkoli kraju, že skoraj ne srečaš več Celjana. So samo, Vse v Ljubljani ne, isto, veš. razumeš? Ampak hočem reči, prav, to je v bistvu kaj, božja kazen za Slovence, ki so takrat Veš kaj, hoteli izgnati Turki teh so nas malih- pred 500 leti, ja, ne? ja. Se veš, ne? Kaj so nam delali, ne Ja, vse, ne? Dokot so prišli, pa ja, kaj so hoteli ja. narediti. Pa so pa gotovili, da se silo ne da, ne? Tako da jaz gledam bolj to kolonizacijo, ne? Bom tako rekla za vzhoda, ne? Mehko kolonizacijo, Mhm. prihajajo, se vidiš v valovih, neustrašni so,
nič jih ne skrbi, Ja. denar prihaja z njimi, ne, vidimo, da imajo tudi denarja, ne. Slovenke so nore, Ostajajo tlele. Slovenke so nore na njih, to veš. Ja, veš, to se pa moraš vprašati, zakaj, ne, Ja, zato jaz ste vi vem. Slovenci za nič, Ti bom povedal. ker ste vi toliko za nič. Ja, ti bom povedal, zakaj. Ne? To No, je povej. žalostna resnica, Ja. pa mi jo bojo zamerili fanti, Slovenci, ampak res je, glej, slovenski fant, vs bosanski fant, ne? A srbski fant, slovenski fant prije gostilno, ne vem, pier stari, cel muka, zatraumiran, drama vse mu gre cela. na kurac, Ja, ja. Pa pride, kaj je, gremo, Akcija. naši gor dol. Rukice Razumeš, gore. pet mu jih reče, ne, šesta bo rekla, ziher ja, ne, Ja, ja, pa BMW ima obvezno od zunaj parkiranega, Ja. koliko starega, nima veze, ampak ima ga, ne. Lej, manj smo zamorjeni z juga, In veš. Slovenke palijo očitno na ta temperament, na to strast Ja. in ta boljše bebe, ampak to v mladih letih govorim, ne, poberejo vedno balkanski fanti Slovencem, to je pravilo. Sam pod te Jaz sem imela smola, veš, Ja. jaz sem same Slovence imela. Kaj? Same Slovence sem imela. Zato smo depresivno. Ja, kot da sem rekla, konc, stari, konc. Ja. Lej, res, konc. Ampak, glej, da bi pa to pojasnil še, ne, kar mi je bilo po meni grozljivo. Vem, da si tudi to pisala v tej knjigi, zaradi tvojega priimka, ki je bil takrat kaj Stanojević. Stojanović, Pa se pardon. isto stranje, drugo Dobro, isto stranje. Ne? Si ti dejansko, ko propišeš tako, če se Ja. ne motim, da ko si spremenila priimek v Keček, dobesedno namerno si skoraj to, čeprav po možu si to mogla Ne, narediti. jaz sem komaj si čakala, mogla, no. da me bo nekdo Ja, hotel ne. poročiti, pa da Ampak imam. je res Ja. to bilo, da so na osnovi priimka dejansko ljudi šikanirali, poniževali. Smo res bili tako daleč. To sem Ti pa veš, pozabil. da se to To sem pa Slovencem pozabil. dogajalo med drugo svetovno vojno, ne? Ko so jih nasiloma Dobro, med drugo svetovno vojno. Slovencem se je to dogajalo. Ne? Ja. Zdaj, po osamosvojitvi so pa Slovenci to počeli ne Slovencem, ne? Na ta pritisk. Ja. Jaz verjamem, da si ti za veliko ljudi slišal, vsaj jaz jih ogromno poznam, ki so v prvih letih spreminjali priimka. Si slišal za to? Ne, poznam ljudi, ki so mehki če dali v trdi če, to se spomnim. No, sej to. Ja, to Ampak se so tudi spomnim, ne. ogromno ljudi je spreminjali Ja. priimke, ne vem, Fizdar, ja. Stojanović v Stojana, Ja. veš, ne, ogromno, ne, zato ker so imeli težave. Jaz sem tudi imela recimo težave pri vseh službah, ne. Čeprav, Zaradi priimka. ja, tako so pogledali priimk, pa so rekli, ja, pejte vi, Ali je bil odkot ste problem, ker prišli. je bil ATA, JLA? Ne, tudi priimk je bil dovolj. Priimek je bil kriv. Veš kaj, jaz sem dolg let, kot ti pravim, ko sem klošarila, ne, sem morala Ja. delati, ne, sem iskala službe, cel cel živo sem delala, ne, in seveda vsak, ki je videl priimk, avtomatično so me dali v neki predalček, isto kot da sem prišla zdaj od včeraj emigrantka iz pičke materi, no, Ja. prosti po domače, Ja. čeprav sem tle rojena in govorim boljše slovenščino, kot marsikateri Slovenc. Tako pač je, ne. In iz prakse, zdaj tako gledam, sem se sicer fajtala proti temu, pa sem rekla, pa sej, to je ime, ki mi ga je dal oče, kaj ne zdaj, jaz mislim, zdaj neki, a veš, sej, če se bom poročila, kdaj ga bom spremenila, drugače pa iz Ja. nekega inata, veš, iz tega kljubovanja, ga nisem, a ne. In priznam, lej, žal mi je, če bi jaz tako 91 šla, pa bi spremenila, recimo priimek v Katarina Mancini, jaz ti povem, da bi Ja. bila danes že direktorica televizije. Ti Res? povem, ja, ker sem ful sposobna. Fizdar, Ampak ja. me je pa ta poreklo, me je Ja, pa, te- me je pa, te- me je pa teplo, ne. Te je teplo. Pa tudi, lej, sem začela delati na televiziji, sem bila ena redkih, ki smo imeli tašen nepopularen priimek, če tako rečem, ne. In komentarji večinoma, ki so bili potem, ne na to, kaj jaz poročam, pa o čem jaz poročam, pa na kakšen način poročam, ampak kaj je zdaj Stojanović, tam, kdo je zdaj to, kaj je ta Ja. čefurka, ne. Še v službah sem imela probleme, enkrat se spomnim, da je uredniku na televiziji Pop TV, da mu je odneslo v strop, odnesel mu je živc, na mizo je skočil, pa začel skakati, ker je bil 8. marca, jaz sem bila pa dežurna. Jaz sem bila dežurna Katarina Stojanović, pa snemalec Kujt in Bajrami sva bila dežurna za 8. marec, za 8. februar, pardon, kulturni dan, Ja. in njemu se je zmešal se mu je. Je rekel, joj, kaj bom zdaj jaz, kako bom zdaj jaz? Midva ga gledava, oba dva sva končala osnovne slovenske šole. What? Pa valjda bom znala nekaj o Prešernu povedati, lepo te prosim. Živčni zlom je dobo. Ampak čuj, zakaj? Veš, na take stvari nisi pripravljen, ne? Ja. Tako da se mi tudi v službi to dogajalo, cel cel ta neka ponižvanja, ne veš. Pa ljudje so bili zelo pozorni, recimo zelo so pozorni na mojo slovnico, na rodilnik, ki mi ne gre najboljš, ne, ampak tudi marsikateremu Slovencu ne gre, ne. Dvojino sem filigransko jo uporabljam. Ja, ampak se veš, mi vsi imamo probleme s tem, ne. Sma, ste, mislim, ne. Jaz se Štajerske prihajam iz Maribora, čuj, mi nimamo dvojine nobene, ne. Idi, pridi, gotovo, ne. Tako. Ja, tako da, ne. Ampak no, Katarina, zakaj si pa ravno, ne vem, leta 2024 Ja. izdala to knjigo po 100 letih, če rečem tako, ne, malo karikirano, bi jo mogla izdati prej, ko je bilo to bolj aktualno, bolj vroče, bolj pereče. Mnogi ti bi zdaj rekli, pogrevaš staro zgodbo, pogrevaš nekaj, kar je pase. Ja, nehimo se pogovarjati o tem. Zakaj odpiraš stare rane, ne? Kot da bi zdaj nekdo napisal knjigo o Partizani v Domobranci. Absolutno, jaz zdaj bom povedala. Ja.
Jaz sem bila 30 let tiho o tej zgodbi. Ne? Ja, pa si imela v planu to napisati že prej. Imela sem v planu, ampak veš, enkrat, ko bom imela čas, ko bom stara ali kaj jaz vem kaj. Fore bo tem, da sem jaz 30 let čakala, da bo kdo od izbrisanih napisal zgodbo. Zakaj ni pizda? Ti povem zakaj. Ja, sem se vprašala, vem zakaj. Ja. Zato, ker so vsi izbrisani, pač vsi mali ljudje. Aha. Gradbeniki, delavci, čistilke, nihče izmed njih ni bil, zdaj ne bom rekla, uporabljal izraz neki intelektualc ali pa nekdo. In sem res 30 let, jaz sem sicer to temo pokrivala kot novinarka, ampak nikoli se nisem upala izpostaviti, ker bi seveda potem rekli, javno je pristranska, pa itak je čefurka, pa se je dama, glavno, vse veš, o čem govorim. Ne? Jaz sem čakala, da bo nekdo prišel pa naredil, ker so bili kar močni ljudje, kar se tiče izbrisanih, spomniš Tonga Todorovića, vsi so ga poznali, vem, da jim je šel na živce, samomor je naredil. On je samomor naredil zaradi te stigme, ogromno izbrisanih je naredil. V vseh oddajah se je boril. Na koncu ni več mogel, se veš, bom rekla, živeti brez papirjev, brez službe, veš, da je to posledica potem službe, družina razpade, če ti ne prineseš denarja, le konc ljubezni, ne. Tako da vse družine so razpadle od izbrisanih, ker je pa posledica tudi tega. Ne? Tako da to so osebne tragedije, ker pa vsi so to prenašali. Ne? Zdaj pravim, jaz na koncu zase govorim, da sem zelo srečna, ker sem to preživela brez nekih hudih travm. Mislila sem. Jezna si še pa kar, ne? Nisem jezna. Ne, jaz mislim, da nimam travme, pa imam. Nisem jaz zastonj zbolela za rakom pred 3 leti. Ne? Pač to se je nabiralo nekje in pol počelo na puno granatov ven, ne? In potem sem sama sebi med zdravljenjem sem si zabičala, da moram napisati to zgodbo, ker lahko umrem in očitno nihče za mano ne bo. Pa zakaj? Ker zdaj sem jaz ena najstarejših izbrisanih, ker sem bila takrat ena najmlajših. Štekaš? Vsi ti starejši so že umrli, ne? Tudi če so zdaj živi, so tam 60, 70, 80 let, nimajo niti več energije, jaz sem zdaj stara pač tam okoli 50, ne? Takrat sem bila stara 19, o tem ti govorim, ne? Jaz sem zdaj v tej neki žiži, ne? Če jaz zdaj ne bom tega povedala in sem začutila, da očitno me je Bog pustil pri življenju, zato da povem neke zgodbe. Če pa kaj pa pravijo prvi odzivi? Kaj pravijo? Prvi odzivi so fantastični. Kaj pa se je stresla, kaj je Slovenija? So se bali, ti, ki so udeleženi, so prebrali? Veš kaj, knjiga je šele ta teden prišla ven. Ampak je ta knjiga tako v narekovajih nevarna, da bi lahko kdo odgovarjal kazensko, si povedala tisto, kar mogoče ne bi smela povedati? Da ti bo kdo zdaj jebo mater po domače povedano? Jaz kot novinarka se nikoli nisem vprašala tega. Pa si šla tako daleč, da si imena navedla, prav vse? Vse zgodbe, vsa imena, vse je resnično, so tudi zgodovinski dokumenti noter. Pa se ustraš, se boji do te knjige? Pa se kdo boji izbrisanih? Ja, ne. Zakaj bi se potem knjige brali? To je zdaj črno na belem, ne? Ja, vem, to naj bi šlo med ljudi zdaj na pol. Ja, naj gre med ljudi, ker ugotavljam, da ta tema, da je bila tako pometena pod preprogo, da ljudje hočejo, tako kot si ti rekel, nehajmo zdaj ta stara jajca ven vlačati, nekaj se moramo, bilo je, pozabimo pa to, ne. Zločini se ne pozabijo in zdaj vidim, da se zbujajo, bom tako rekla, otroci izbrisanih, ne. So te kontaktirali? Ja, so me tudi kontaktirali otroci izbrisanih, ki so zaradi tega, ker so bili njihovi starši šikanirani, živeli v siromaštvu, niso imeli enakih možnosti, kot jih imel ti, ali pa marsikdo drug, ne? Res to so, veš, to če živiš z eno plačo ali pa na robu črnega dela, lahko si predstavljaš, kakšne so to življenja, ne? A veš, vsem, da so imeli ti otroci seveda probleme zaradi nacionalnosti, z odpisom v šolo, z zdravnikom, za vsem, ne? In to so skrivali, ne vem, leta in leta, ne? Zanj sem srečala eno punco, ki je zdaj magistrirala iz sociologije. In ko je pisala magistrsko nalogo ravno izbrisanih, je foter povedal po 30 letih, da bi on tudi izbrisan. Ona od tega sploh ni vedela. Neka sramota. Tako, ja, veš, jaz te sramote nisem nikoli čutila, ker sem jaz že takoj spucala na začetku, jaz nisem nobenemu nič naredila. Jaz nisem noben sovražnik. Če kdo misli, da je mene treba zapreti, me najprej treba soditi, treba mi najti neki zločin, tako da jaz sem to v samem začetku ustrajala, ne. Pizdarija. No, Katarina, in ko si že omenila to svojo bolezen, kurčevo, zajebano, jaz se spomnim, da smo midva ravno pred 3 leti tam nekje sva se dogovarjala za seks, dogovarjala sva se, da bova par, razumeš, ne? Ja, dogovarjala sva se za sodelovanje pri oddaji in potem ti meni pišeš. Jaz sem ti scenarije zaporniče. Tako, scenarij zaporniče, da jaz bi igral nekega glavno vlogo vodovodarja, tako. Ki pride, ki ga ženske vabijo domov in pol vse podre, razumeš, to, kar že dejansko počne tudi, no. Sam to bi prenesla na filmsko. Ja, razumem, ampak, no, in potem ti meni napišeš takrat,
čuj, imam en problem, Ja. sem kva bo zdaj na bluzla, pizda. Spet si bo nekaj izmislila, ne? Ja, glava boli. Rekla, veš, neki so mi najdel, ne, sem rekel, kva so ti najdel v stanovanju, kaj si rekla, ne, na telesu ti javim. Sem rekel, pa kaj kurac govoriš, ne, kaj? In mi napišeš, pa sem rekel, pa ne se zabavati. In pa si šla na teste, gor dol, in smo držali pesti, gor dol v desno, in pa mi napišeš, čuj, je ravno tisto, kar sem se najbolj bala, ne. Sem rekel, pa pečko, materno, no pa se je pa začela ta tvoja kalvarija, ta tvoj boj, ki si jo opisovala tudi, kar je v bistvu prav, ne, ker če o tem govoriš, če o tem pišeš, tudi na nek način zdraviš sebe, zdraviš, bom rekel, svojo psiho, svoj sistem, ampak da mi razloži, no, tisti moment, pizda, le se tudi jaz sem leta 2019 nekaj podobnega, pizdarijo, razumeš, ne, ampak tisti moment, ko zveš, da je lahko nekaj narobe in ko čakaš, pa potem tisti hip, ko ti reče, ja, imeli ste prav, je. Ej, a veš kaj je noro? Ja. Noro je to, da se mi vsi zavedamo, da je veš ta čas minljivo, ne? Ja. Da jutri mogoče ne bo, se veš, Drži. prometna, nekaj ne vem A pa kaj, da bi ta šampan zastrupljen, recimo, naprimer, pa prazen kozarc. A ja, čakaj, se pravičujem. Ne? Ja. Ampak je res sladek, tako dober je, Pa veš. vse sem ti rekel, pa kam miš, da imam jaz kurba, miš, da imam jaz tretji razred, ne šampan, se pizda sabo, pa ne Ne, se to pa res. zabavati, ne. Zadovoljna, leš, še Ja. bova pila v parku Ja, šampanjca. verjamem, ja. Všeč mi je, pa še mi. No. Kje smo ostala? To, ko sem te vprašal, ko si rekel, da smo vsi minljivi, ne, da Ja, se da vsi smo minljivi. zavedamo, ja, ne, se pravi, tisti trenutek, ko zveš, da je lahko nekaj narobe, in potem Ampak ne verjameš temu, ne? Potem dejansko in vidiš svoje primek in ime. Kad ti in pa misliš, nekdo čakaj, reče, kva? Istok, zna biti, da boste pa kmalu umrli. Ja, Ne, to pa je drama, ne. To pa je drama in mene je to kar face ruknilo, ti ne. si se vstrašila, da boš lahko dejansko umrla. Ja, seveda sem. Si bila tako daleč z misli oziroma z Veš diagnozo. kaj, med kemoterapijo, bom tako rekla, kad ti telo razpada, Kemoterapija je fuk, ne. ne, Ja. kad ti telo razpada, kad ni konca, Ja. kad se vlečeš tam po stanovanju, meni so recimo tako noge nabrekelne, tako kot kvari, Ja, tudi hoditi ja. nisem mogla. Pa kaj bo je, ko primeš pipo, da te strese? Ali Glej, vse te imaš strese, tudi kosti te- železo pa to. Lej, ja, vse Ja. te boli, veš, kosti Ja. te bolijo, kot v oni najhujši gripi, veš. Pa ne nehajo in to traja, veš, to traja mesece in mesece. Ja. In seveda psiha popusti normalno, ne, se veš, normalno, da popusti. Sploh, če ti rečejo tako, kot meni, ko so rekli, da sem prišla zadnji vagon zadnjega vlaka, da imam agresivni rak v 3. stadiju, Tretjem stadiju. ja, 4. je se veš, že pa paliativa, finito, ne, Ja, ja, ja. ne, pa dvigneš roke v tebe in Ja. jaz pa nobenih simptomov nisem imela, jaz sem se pa super počutila, veš. In sem se pa seveda ustrašila, torej jaz se super počutim, v bistvu pa umiram. Veš, to je to, ne? Ker ti, če Ja. te nekaj boli, imaš vsaj neki občutek, da moraš Mhm. nekaj narediti. Tako da ja, ta občutek minljivosti, ko so rekli, lejte, ne, bomo probali, ne, ampak garancije pa ni. To te pa tako useka, da ti povem, da sem jaz mesece praznila hišo po noči, da me sosedje ne bi gledali, metala stran stvari, ki so mi bile zelo blizu, ampak Ja. sem zaštekala, da to, kar je meni dragoceno, bo za nekoga smet, ki bo prišel Prav pucati. si se poslavljala dejansko. Ja. In tudi knjiga je bila v bistvu poslovilno darilo. Ampak, veš, ti Ja. obračaš, Bog obrne, ne? Ja, pa Tako da še mislim, sem pa tle. Si izgubila upanje, kaj hočeš reči na začetku? Ne, nisem izgubila upanja, pripravljala Ja. sem se pa na najhujše, ne? Prav si imela ta scenarij, da je lahko tudi. Kaj ti pa je? Normalno, da sem imela, no, že cel pogreb sem imela naštiman. Kurbarija. Pa nisi rekla, ne boste me jebali, ne boste me zjebali, ne sprejemam, grem. Lej, v naprej, eni fazi pusti. je, seveda se boriš, ampak Ja. vsake toliko pa padeš skup, ne? Vsake toliko padeš skup, ne? Ker recimo, ne vem, ker se nič ne popravi, pa si tako moraš se zavedati od tega, da tudi ko bo konc vsega, ne? Torej zdravljenja, kemoterapije, to še nič ne pomeni, da si zdrav. Ja. To pomeni, da sem ok, lahko par mesecev, lahko sem ok par let, lahko sem ok 20 let, lahko pa me naslednje leto ni. Tako da, Ja. ne, ta minljivost se ti užre v kožo, no, Mhm. tako bom rekla. Ne? Ampak to vem, da je pri tebi bilo tudi, ko sem te prvkrat vprašal, sem rekel, da je pa gremo se dobiti, si rekel, ne, pa ne zgledam v redu, pa nisem v dobri formi. Ker ti si lepa ženska, to moram midva vedeti. Hvala. Tudi jaz, kot ekspert, Ja, to povem. Ne? Hvala. Ker tebi je to tudi to ženstvenost, tvojo lepoto, samozavest je to zjebalo. Ne? Ti je načelo, da se nisi počutila več lepo, zaželeno, seksi. Ja, zdaj te vprašam, kako se bi se, soočiš ja. s tem, pizda? no, kako bi se ti počutil, če Ja. bi ti zaradi raka prostate odrezala oba moda? Ja, veš, da bi bil nesrečen. Pizda, Na zunaj se sicer to ne vidi, ne? Ja, veš, ne vem, kaj bi Ampak, naredil, ne. a veš, v sebi čutiš pa, da ti manjka Ja. en kos, sploh ti manjka en kos moškosti, bom Ja, tako rekla. Ne? je Zdaj jaz sem zelo imela, a veš, ne, pa se ne vidi, ne? Zdaj se Ja. tudi joške ne vidijo, ne? Ja, Da sem imela rak na prsih in odrezali so mi eno joško. ja. In to je, jaz sem se počutila, ti povem, 2 leti, dokler mi niso te joške naredili, kot da, Pa si kot da upala, se moram boriti za to, da pa sem si ženska. upala pokazati to komu? Ne.
Nikomor nisem pokazala. Ker vem, da ne ženske pol se slikajo s to brazgotino. Nikomor nisem pokazala, še jaz nisem gledala tega, nisem mogla. To ti je bilo ono. Nisem niti želela imeti teh spominov v glavi. Stari, jaz nisem seksala takrat vmes, zato ker enostavno ne gre, ne? Oziroma, tako ti mi rekla, če sem čisto iskrena. Ja, sem seksala parkrat, pa sem pa nehala. Veš, kako sem seksala? Primi tole. Kaj, si seksala ali nisi? Ja, sem seksala. Ampak seksala sem tako, da sem imela roko, skrivala na preznino, z drugo sem pa stari lasulja na glavi imela. Pa veš, kakšen seks je to. Bož, da ga nisem imela. Tako da pa sem rekla, brez veze, ne? Bomo se sam božali. Ja. Nekaj, veš kaj, hočem to reči. Bomo se sam božali. Hočem to reči, dobro, zdaj ne smem biti nesram do ženski, mogoče niso. Sem zlezla k tebi, veš. Veš se prav, ker si preveč piješ, ampak hočem reči to, nočem biti zdaj nesram do ženski, mogoče niso tako atraktivne pa lepe kot nekatere druge, pravi, da vse ženske so lepe. Vse ženske smo lepe. Kako ne drži? Ene so bolj, druge manj, no, vsaj to priznava. Ne, tako ti mi rekla, ene bolj, druge manj. Ti veš, da dober vizažist, vsake babe lahko naredi lepotico, to vemo, ne, se gledaš tam tiste. Ja. Dober vizažist, gledam tam 80-letne babe, ki jih naštimajo tako stari, da zgleda. Kar pomeni, da se vsake ženske se strinjam, da nares, sam mora nekdo roke prijeti, veš, ne? Se strinjam, ampak ti si bila res lepa. Bila sem, ja. In si še vedno, ne? In da se ravno tebi to zgodi. Pazi, zdaj ne vem, ali jaz pretiravam v tej tvoji lepoti. Jaz sem te tako doživljal, da ti si meni seks simbol, seks bomba. Ko bi te prijel, pa bi te razžgal, ko razumeš, ne? Hvala. Prosim. No, ampak in ravno tebi se zgodi ta handicap telesni. Ja. In ti si imela tudi lepe joške. Super joške sem imela. To ti govorim. Sam zdaj imam pa športne joške, veš. To je tudi vredno. Ja, zdaj imam športne joške. No, ampak hočem reči, ta trenutek, kako to ti je mogli biti, pizda bomo nekaj. To je točno to. Jaz, ko sem joškarla cel sajt, veš. To je samo mor, pizda. Veš, se podobno se je zgodilo tudi Tini Gorenjakovi, ne? Ja, vem. Seks bomba, ne? Tako da, ko greš pogledat, bolezen se dogaja, tako kot ti rečeš, tudi seksi ženskam. In prav je, da se pač, ker smo vse iste, ne? Ene so pač. Pusti ta monga kužija, pusti. Ene so malo bolj seksipilne, ene pa ne znajo tega pokazati, ne? Oziroma nočejo. Sploh Slovenke so tako vzgojene, se veš, da pač ne. Niso nestrastne, oprosti, jaz sem čisto živčna, ko gledam, ko se bom govorila o Slovenkah oblačijo. To je, kot da je cel cajt na nekem treningu s temi pajkicami, s temi šuškavci. To je grdo, stari, kam je to šlo vse? Kje so visoke pete, kje so obleke? O tem bomo v zadnjem delu bomo spregovorila o tem, dobro ste omenila. Ampak no, povem pa to pove, no, da se je pa zgodil ta preobrat, ko si pa ti ugotovila in rekla, aha, pridi. Zdaj pa jaz zmagujem, pizda, zdaj pa očitno ne bo to moja poslednja knjiga, zdaj pa ne bo še pogreba, zdaj sem pa brez veze zlagala stvari, zdaj pa jaz zmagujem, zdaj se me pa ne boste znebili, pizda v materna. Da se je zgodil ta preobrat, si to zdravniki rekli, si sama začutila, da se rekla, aha, ne, grem naprej, ne bo fertik, grem si novo joško narediti, spet bom seksi, spet sem žgala okoli s tistim, ko pride mimo, razumeš? Kdaj je bilo to, kdaj je bil ta preobrat? Takrat, ko sem večkrat umrla. Takrat, ko večkrat umreš, ko si sam doma in ko misliš, da je konc, takrat večkrat umreš psihično. Jaz sem na nek način umrla, en del mene je umrl takrat. Veš kaj, pa še tako se ne samo to, da si bolan, okoli tebe se dogajajo grozne stvari. Recimo mene je med prvo boleznijo, me je zapustil bivši mož, s katerim sva 20 let poročena. Zaradi tega? Tudi zaradi tega, tudi zaradi tega. Zdaj bom tako rekla, veš, pri bolezni moramo biti človeški. To bi vas mogli zbližati, če smo pošteni. Jaz sem tudi mislila, da bolezen zbližuje ljudi, pa pač očitno ne. Pa ti povem, da je statistika zelo zajebana. Statistika pravi, da 2/3 pacientk z rakom njihov partner stari zapusti v času zdravljenja. Kaj se jih boji? Ne, moški ne prenašajo bolezni. To je že biološko. Ne prenašajo bolezni in sploh, če vejo, da bo neka bolezen dolg časa, se obrnejo, si najdejo mlado in zdravo žensko in grejo stran. 2/3 pacientk ostane brez partnerjev, v obratnem primeru pa 5% žensk zaposli svoje partnerje med boleznijo. Ja, mi imamo to sočutje, veš to, ne, še vedno v sebi. Tonkič, spet sam. Ampak, kako se pa mislim, da si pa to predstavljali? Ti zboliš, ti telo zjebe in potem še mož zapusti. Potem še mož zapusti. To si adijo. Lahko bi bil adijo, moraš še to računati, tudi brez službe si. Ja, tudi brez službe si. Dejansko ne moreš delati. Ja, ne moreš delati. Da si se predstavljaš, da imaš še kredit, recimo za bajto. Tako da vse to se mi dogaja. Jaz sem zato, ker sem imela kredit, pa ker bivši je bil tako svinski, tudi v času moje bolezni do mene. To je ta Keček, Peter, lep pozdrav. Fajn se mej. Peter, pizdo materno.
Gnoj. Peter, pizdo Daj nekaj materno. pozabi, Okej, škoda besed. Okej, škoda, škoda. Sem morala delati vse čas bolezni, veš. Vse čas bolezni. Hvala Bogu, sem pa rekla, da imam taki poklic, da lahko iz bolniške postelje pišem na računalnik. Hvala Bogu, ker če bi bila kuharica ali pa ne vem, karkoli drugega, ne bi mogla. Ne? Ja. Po drugi strani je tudi to, da sem cel cel mogla nekaj pisati, me je ohranilo, veš, pred zdravim razumu. Ne? Ne? Ja, ležala sem pa sem pač pisala, da sem tiste fičnike zaslužila, da sem ta jebeni kredit plačala. Ne? Ja. Tako da ves čas bolezni sem delala, na koncu sem gotovila, da je to super. In tako tudi vsem ostalim bolnikom polagam na srce, ne se sklopiti vsega, ne se sklopiti življenja, pa nime, pa bom umrl, pa to. Probaj delati, ali pa magar svoje hobije gojiti, kolikor se da. Karkoli, če nisi imel pač časa za, ne vem, za štrikanje, pa zdaj le štrikaj. Če nisi imel časa za risanje, ko si želel, ali pa lončarstvo, zdaj le to med boleznijo počni. No, jaz iz sebe izhajam, ker sem bil v bolnici takrat. No, kaj si pa ti takrat? Kako si se reševal? To ti je razložil, zdaj kaj je bila fora. Jaz sem v bistvu še v bolnici, ko sem imel kateter v penisu, kar je bilo za mene nekaj najbolj groznega, kar obstoja. Ja. Jaz sem takrat en delček oddaje posnel, kako je imeti to not, in je prišla ena moja prijateljica Maggie, ki je bila moja asistentka takrat v moji oddaji Gardner Bordel, in smo se ful zabavali. Mene je reševal humor. No, sej, pa veš, o čem govorim. Ja, ampak fora je bila potem, ki je mene to bolel, ker sem bil od tu pa do tu razrezan. Ja. In jaz nisem mogel ne hoditi, ne stati, ne sedeti, in oddaje takrat jih nisem mogel imeti. Sem pa posnel 2 oddaje s posle in sem imel gostjo, eno Playboyovo zajčico, sem imel prav doma v posli. V glavnem, potem sem pa začel delati na TV3, te oddaje No Factor, pa Dobro z Istokom, z domačega kavča. Da mi ni bilo treba nikamor iti. Kaj bi pol fuk, meni vsaj malo me to neha boleti, pa je bil pa še COVID. Se pravi, še en udar za vse, ki smo delali. Ampak hočem reči, mene je rešil smisel za humor in ta moja pozitiva, ki očitno ni lažna, ni poza, ampak je resnična, kar sem sam sebi takrat dokazal. In še nekaj hec. Jaz nisem nikoli pomislil, da bom umrl. Nisi? Ni bilo tako daleč. Meni so povedali stvari, jaz nisem če zdaj, ko prebere, jaz sem moram verjeti, da to se govori v meni, ampak ni bilo pa nikoli rečeno, da bom umrl. Pa imel sem srečo, jaz nisem bil nikoli na onkologiji, pa teh zgodbah, jaz sem bil skozi na urologiji. Ja. Hvala Bogu, da so pol neke stvari na koncu vendarle se obrnale izven smrtne nevarnosti. Moj glavni problem je bil v tem, ker je mene to bolelo kot prasica, ker je to taka operacija bila, da sem mislil, da bom umrl. Jaz nisem mogel vrat pol leta odpreti. Jaz sem hodil takle krivo, ker me je bolelo, rekel tam eni ženska, ko so bile tudi z mano, gospod Garter. Vse jeba, kot je tlele tele mišice prerežejo. Mišic, veš, gospod Garter ne pretirava. Meni so to, veš, ker sem carske reze imela, točno vem, kako je bilo. Carski rez, ni primerjave s tem, kam on, verjete, da ga res boli. Jaz sem 3 carske reze imela, stari. 3. Prvi je bil še, primi kozarec, prvi je bil še koliko, sem pa tudi mlada, pa tako, Sam veš, še me fora, da ti naredi brezgotina, pa greš pa drugič oditi otroka, veš, kaj naredijo? Tole brezgotino odrežejo, ti naredijo še večjo, kar pomeni še večja operacija. Prije tretjič, stari so mi od boka do boka prerezali. Komi sem preživela, Itok so rekli 3 carski, en maksimalno, pa to. Zdaj pa se pravi, veš, sem videla, da je ena ženska v Angliji imela 13 carskih rezov. Vse ga stari, če ima ona 13, bom jaz 3 imela, ne mi govor, da ni mogoče. Zdaj šit, pri meni je pa ta, veš, pač vsako leto je ta pregled. In me je vedno strah, ko prasca. Jaz se ne obremenjujem cel let s tem. Ko pride pregled, vse jaz tudi. Nikoli ne veš, kako in kaj, ampak je pa en hec. Ti si ne smeš dovoliti, da bi te to stanje, da bi te tako potrlo, da ti izgubiš upanje. Ker če ti izgubiš upanje, te lahko mogoče bolezen, dobro, pri tebi je bilo smrtonosno, ampak bolezen, ki ni smrtonosna, te lahko spravi do kraja, ker si ti izgubil upanje. Ljudje umrejo zaradi ljubezni, ljudje umrejo zaradi samote. Največ starejših ljudi, mi mislimo, da umrejo od starosti pa od bolezni, ne, umrejo od dehidracije. Zakaj? Zato, ker vse veš, imaš nečakinje, pa to imaš. Mejni otroci nimajo občutka za žejo. Vsi laufamo za njimi 1 leto, 2 leti, vodica, sok, vodica, sok, pa to nehamo. In starejši ljudje tudi nimajo občutka za žejo. Pozabijo, da morajo piti. Ja, še nikoli nisi slišal, da prije tvoja mati ali pa ne ve, joj, koliko sem žejna, umrla bom od žeje, pa stisne cel kozarec vode. Torej, mehni otroci pa starejši ljudje nimajo občutka za dehidracijo. Mi smo še tako biološko narejeni, da tam malim težimo, ta starim pa pač ne, se bo zase poskrbel. In je poanta tem, ker ful malo pijejo, ker nimajo žele.
in potem dehidrira celo telo in začnejo organi. In večina, 3/4 starostnikov umre zaradi dehidracije. Pa veš, kaj se še Tako da jaz sem, moj mami težim, liter pa pol vode moraš imeti. Ja, pa pozabim, imej zraven umivalnika, vsakeč, ko priješ tja, boš videla, koliko si spila, spij en kozarček, pa pejdi, ne, tako da te to spomni, ne. Tole moram spiti v enem dnevu, ne. A veš, kaj tudi ugotoviš, ko prije do bolezni, kdo so tvoji pravi prijatelji? Kdo Kdo so ritulizniki? Težka tema, Igor. Istok. Kaj sem rekla? Igor, preveč piješ, pizda, ne? A že? Ja, ne, razumeš, ne? Ampak spet imam prazen kozarček. Jaz si ti bom dal. No, razumeš, ampak hočem reči, pa cel kup teh hinavcev, veš, ki bi prišli v bolnico, samo zato, da bi se lahko pol pohvalili, da bi se pohvalili, ja, veš, sem bil v bolnici pri njemu, ne? Sem bil pri Gartnerju. Razumeš, ne? Joj, koliko je bogi. Veš, bil je članek, kralj seksa je hodil bolan, razumeš, nek naprej, ne? No in hočem reči, takrat ti ugotoviš. A ni kakšno, ko ljudje uživajo v nesreči drugega? Ampak takrat ti ugotoviš, kdo je tisti pravi. Pa ne ti veš, jaz pravim vedno tako, ne mislim na te, pazim na te, to je bistvo. Ja. Ne sem ti govori, čujem, me lahko pokličeš, če bo v slavo. Ne. Pizda, res ne bo to, ne sam reči to vludnostno. In takrat sem jaz ugotovil dva dela, kjeri so tu, kjeri so pa vsi tam. Ne? In to sem ločil in zdaj vem, še zdaj pač tem, ki so mi takrat stali ob strani, so moji ljudje in bojo do smrti moji ljudje in vejo, da tudi vsem se je podobno dogajalo, veš, vsem, ko gremo čez neko tako izkušnjo, se podobno dogaja. Ljudje pa privoščijo, Jaz sem tudi zgubila pol prijateljev. Pa ti povem, zakaj sem izgubila? Tako rekla, verjetno so imeli strah me poklicati, ali pa priti, ali pa vprašati, kako si ti lahko pomagamo, pa to, ne. In so se začeli pol po 3 letih, ko sem jaz ozdravela, oglašati, kao, joj, v fazonu, ful žensk mi je pisalo, kao, joj, veš, saj sem te tokrat hotela poklicati, pa nisem zmogla. A ver, jaz sem bolna, ne ti. Kaj imaš ti za ne mort, ne? Ne je bilo težko. Jaz sem vse te ženske blokirala. Vse te znanke, prijateljice iz srednje šole, iz osnovne šole, ki smo bili po 30 let prijateljice. Vozile so se skozi Ljubljane, šle so na morje, pisa, niso se pa znale pri meni oglasiti. Pa vedele so, da sem fejst bolna. Takih ljudi nočem v svoji bližini več. Tako, kot si rekel, ja, vsi vemo, vse je kliše, da se prijatelji pokažejo v nesreči. Normalno, da je kliše, vsi to vemo. Sam, ko pa to doživiš, potem pa res vidiš, kdo te ima rad, pa kdo je zraven tebe, sam zato, ker si široke roke, ali pa ker ne kompliciraš, pa imaš rad žure, pa si zabaven, pa te polo prijemajo, pa trgajo koščke mesa s tebe, da je njim fajn. Tako da midva sva oba taka, ker smo malo altruista, kar se tiče zabave, zabavljača, zabavava ljudi, in nas ljudje izkoriščajo tudi zaradi tega, ne? A veš, na Štajerskem rečejo takim, ki smo midva pozavščin. A veš, unka prinaša veselje v vas. Ker ne bom nikoli pozabil Jana Plestenjaka, ki v končni fazi ni imel nič od tega, da bi on zdaj mogel mene klicati pa pisati. Nisva midva ogromna prijatelja, sma pa znanca, dobra znanca. In on je takrat, ne vem, nekaj to zasledil, ali karkoli mi je začel nekaj pisati, da to on vidi, da misli name, da moli, da mama njegova drži pesti. A ni lepo? Kurba, čakaj malo, ne? Ja, a ni lepo? Kako mi to piše? In pol je, ne bom nikoli pozabil, ko je rekel Istok, ko boš začel spet se obremenjevati se s frizuro, z oblekami in s tem, kako izgledaš, boš spet zdrav. Potem si zdrav. Sem rekel, to sem že v bolnici delal, ti materna, ne? A veš, pa hočem reči, to je res tist, ko pozabiš pol, da si bil bolan, in imaš v glavi spet, da moraš biti spet šminker, spet kul, in so spet ti problemi, ki dejansko sploh niso problemi, postajajo tvoje problemi, ampak hvala Bogu, da je tako, ker to pomeni, da si pozabil, da si bolan in da nisi več bolan. Mi dva sva se oba trčila ob minljivost, tako jaz dojemam, ne? Ampak trčila ob minljivost, ampak načeloma se v najnem življenju nič ni spremenilo. Jaz sem pa ugotavljam, da so to neke matrice, veš, ti neki vzorci, ki jih imamo v glavi. Mi dva se še vedno o tej minljivosti zavedava, še vedno na jutri lahko ne bo, ne? Se vidiš, kakšne nesreče se dogajajo povsod, vse živo, ne? Ampak glede na to, da sva dala ta en korak čez, mislim, jaz tudi to minljivost, ko bi rekla, to soočanje s smrtjo, ki je sicer zanimivo, se ljudje ves čas soočamo s to smrtjo, ne priznavamo kakorkoli. Jaz sem se to nekako zdaj sprijaznila, nekako dojemam tako, kot Manca Koširjeva, ki je zdaj tudi umrla, se veš, zaradi bolezni, o kateri govoriva. Nekako gojim ta občutek, ki ga je ona prodala, ker sem ga jaz tudi kupila, da se vračam domov. Da se vračaš domov. Da ko bom umrla, da sem vrla domov. Kao pek ali raj? Jaz bom šla v raj.
Raj. Mislim, Ni tam dolg cajt, gor, pizda v raju. jaz mislim, da ne, vsi smo nagi na puhastih oblakih. Ja, samo A veš? peklo se pa žura. Ne? Pa vroče, fejs, pa. Se pa žge. Pa sami hudobci so tam noter. Se žgejo, ampak sami hudobci. Nisem z njih to za to neko perverzijo, veš, hudo, ne? Za sodomijo, pa za zoofilijo, pa za vse to, ne? A veš? Ne, sem bolj tako. Mogoče zdaj z leti prihaja, da sem bolj za to, za neko cuddling, pa romantika, pa šampanček, pa veš, pa park, pa tako, ne, se veš. Varnostno razdaljo me, Katarina Keček me je varnostno razdaljo, pizda. Tako dobim erekcijo, pizda. Torej dela, mašina dela. Že dela, pizda, ne. Hvala Bogu. Ko je šel kateter, sem šel čez 2 dni domov. Pa se je delal? Čez 2 dni? Ja, sam kaj je bil problem? Ne, ti desno problem. To nisem nič, sem že tudi javno povedal. A ti veš, da imajo Slovenci ful težave z erekcijo? Slovenci? Jaz sem po očetu mađarski cigan, po detku. To se ti pa vidi, veš? To se ti pa vidi. Pa to ti govorim. Res, to se ti pa vidi. Pa to ti veš čas Ampak statistika, veš kaj, statistika je grozna, ker ne samo, da trpimo ženske, tudi vi trpite zaradi pritiskov, stresa, hrane, ne, čim več zaslužiti, nekaj ne vem kaj, ne. To na erekcijo vpliva. Prvi zdravstveni problemi. Kje imaš te podatke, da je to slovenski problem, erekcija? Pa berem časopise, pa berem medicinske. Ni da je glavni, to je problem, o katerem se ne pogovarjajo. Vsakemu tretjemu Slovencu po 40 letu mašinca ne dela več. Pa konstantno dela občasno? Ja, le občasno dela, občasno ne, ampak po 40 letu ne me zafrkavati, no. Pizdo materno. Da prezgodaj. To sem pa zdaj šokiran. Ja. Vprašaj malo znance svoje, kako to funkcionira. Lahko, da smo krive, ne bom rekla, da nismo. Na to temo pridem. Seks ni stvar moških ali pa žensk, obeh je. Razen če si sam. Razen če si sam. To je pa to samo ljubezen. No, poslušaj, da ti to svojo prigodo povem. Ko sem jaz pač šel z bolnice domov in sem se pač jaz bal karkoli tu dotikati delati, ker sem vedel, da tu pač pride se mišice. Lula ni normalno, to ni panike. Ne, to ni panike. No, ampak jaz sem se bal, ko pride do orgazma, ko orgazm mišice delajo tudi, ne, in vse strese, gor dol, levo, desno, da bo to mene bolelo. Jaz sem pač čakal nekaj časa, po enem mesecu, je pa že to pizda bilo tako, da bi pa že mogo sprazniti malo, ne? Zdravja. Telesno, ne? In jaz pazi to, kličem zdravnika svojega. Se ko čujete, kak je zdaj s tem, ne? Lahko si ga vržem na roko. Razumeš, da meni pride, ja, to pa še ni noben prašal. Se ko, kako je to noben prašal? Ja, o tem se pa nismo pogovarjali. Kako ne, pa če se ukvarjate z genitalijami? To je bistvo, ne? Če bo funkcionirala. Narete pa nam te povedal, kak je. No in jaz sem rekel, čakaj, zdaj pa kurba, jaz to moram nekaj zgruntati, sem rekel, kam jaz to zdaj, ali bom gor, levo, desno, in jaz pač nekako to poskusim, sem rekel, ležati ne smem, ker če bom vse zapacal, umazal, bom rano inficiral, ker sem rekel, bom to jaz tudi nad lijakom naredil in ostanem. V lonček. Ne, kar direktno v lijak, ker meni ful veliko pride, ne. No, razumeš, in jaz to zrihtam, jaz prvič to, da me je zabolel, res fejst, jaz sem skoraj skupaj padel. Od orgazma? Od orgazma. Tega pa ne bi nikoli pozabil. To, da si skup od orgazma, pa tega ne bi nikoli pozabil. Skoraj. Jaz sem mislil, da bom umrl in potem sem se bal, da mi pride. Sladka bolečina. Jaz sem se 2 meseca pol bal, kaj bo spet, če meni spet pes. Jaz sem imel ful problem. Ja, pa nič ni narobe s tem, če se zadržuješ. Bo je to zdravo za moške, ne vem. Ne tako dolgo. Ne dolgo. No in potem po 2 mesecih, torej od 3 mesecih od operacije, sem jaz spet začel normalno funkcionirati, da me je nehal biti strah. Meni je bilo strah orgazma, tako daleč je prišlo. Ker me je tak fejs boleli, to mene, kralja teh stvari pizda. Bogi, I feel no in to mislim, da sem to prvi, jaz sem da je to povedal, že po moje nisem. Da se je bal orgazma. Da sem se bal orgazma, ker me bole. Gartner se je bal orgazma. Ampak ne tujega, svojega. Svojega. Ne rečem tujega, ne, a veš. No, ampak, Katarina, če gremo pa zdaj v ta zadnji del najnega pogovora, kjer se moramo seveda ustaviti pri moških in ženskah in tako naprej, ne, ko govorijo se o teh erekcijah, ne. Ja. Nisi mogoče zaznala, da so, ko si prej rekla, kaj je ženskami, da so vse v trenirkah, da se ne rihtajo, kje so petke, kje je to, kje je ta seks, ne. Nema šminke, nema ništa. No, moderni feminizem ni ubil seks v ženski. Ker če ženska seksi moderni feminizem jim ni rekel, da se morajo oblačiti kot tipi. Da se morajo kot tipi oblačiti. Kdo jim je to rekel? Zato, ker je takoj seksizem, če jih boš pohvalil, ko bojo seksi in lepe. No, vse to je mogoče izvirni greh. Ženska mora biti ženska. Lahko, da bom nekomu zvenela konzervativno, ampak najprej moraš biti ženska. Ja. Če imaš že ta spol, razen če ti ta spol ni všeč, pa si ga pač menjaš. Zakaj ženske
so nehale biti seksi? Zakaj se bojijo biti seksi? Pustimo v neko morajo biti, poslovno, ampak tako si sama rekla. Ja, Kam je zginil Ne vem. seks appeal iz klasične Slovenke? Težko bi ti rekla, ker jaz ta, težko bi ti rekla, ker jaz ta seks appeal vzgajam, ga gojim, kot rožico, zavijam, ga hočem, vem, da je pomemben. Ti si bila brez ene joške, pa si bila bolj seksi od unih, ko imajo 2 joške. Tu smo, oprosti. Ne govorimo o mladih dekletih, govorimo o ženskah s resničnostjo. Vse mlade so iste, oprosti, vse so informirane. Čisto vse ne, no. Večina, no, je vse za Ljubljano, gledam, stari. Vse so se nabile v tiste pajkice, s tistimi kameljimi, grebeni pa to. No, razloži mi, kaj se je zgodilo. Slišim, da so ženske danes dosti bolj seksualno oziroma spolno agresivne, kot smo bile včasih. To drži. Slišim to? Ne, to imaš prav. Ampak, lažje priješ med noge, kot v srce. Da se je to recimo veliko spremenilo, ampak jaz ne mislim, da je to glih prav. Ja, ne, ni. Jaz imam zdaj posledice z tega, ker zdaj vsakdo, kot si rekel, bi rad prišel med moje noge, ne pa moje srce. Ja. Jaz sem pa še stara šola, jaz pa med moje noge lahko priješ skozi moje srce. No, in moški iščejo zdaj ljubezen, ne več seks, zato pa erekcije nimajo. No, jaz imam pa probleme, ker vsi, ki so recimo moški okoli mene, vsi iščejo neke neresne zveze, vsi bi imeli malo bi se dol dajali, ampak nič resnega, brez nobenih obveznosti, neke moderne veze. Mogoče tak vibe daješ, da se hoče sam žgat, ne? Ja, ne vem. Pa jaz sem ljubeč človek, jaz rabim ljubezen. Vem, ampak... Ne preveč. No, vidiš. Ja, ne preveč. Jaz mislim, da je tako izkusno. Jaz mislim, da je ljubezen precenjena, ne? Lahko zagovorim ženskega stališča, me ženske, ko se zaljubimo, pozabimo na vse, na vsakogar. Se moški tudi, veš. Ampak ženske smo še bolj temu podložene. Verjetno res, ja. Vse pozabim, družino, prijatelje, samo on, a je jedu ali ni jedu, ali ga zebe, ali ga ne zebe. Dobro, ja, materinski čut. Pa da moškega, stari, pa to ni, če smo mi dva partnerja, kam je zgojila materinske čutke do tebe? Čem je to fora? Pa nismo partnerja. Ja, ne vem, zakaj to delate. Ne vem, jaz mislim, da smo tako konzervativni, da se avtomatično postavimo v to vlogo matere, ne, te cankarjanske matere, ne, ker druge matere v Sloveniji ni razen cankarjanske, to moraš vedeti. Torej, če hočeš biti prava ženska, moraš biti cankarjanska mati, trpeča, vse odpoščujoča, žrtvovati se moraš cel cajt za moškega, za otroke, to se sam tle cenja, ne. Svobodna, recimo svobodomiselna mater, ekscentrična je tle nesprejemljiva, ne, se sam dobro veš, kako to gre. No, če si prej omenila, ne, še si me šokirala s tem podatkom o teh erekcijah, to moramo razčistiti, no. Moram ti povedati, da sem preverila v praksi. No, pa glej, ženske si sama pravilno ugotovila, da so želeli bolj agresivne, erotično, spolno, gor dol, ne, so se odprle, vejo, kako poskrbeti za sebe. Jaz bi temu rekla neka tretja seksualna revolucija, da se zdaj potihem dogaja. Fantje pa temu ne sledijo, ker so bili navajeni, da so oni tisti, ki so bolj potrebni, bolj drzni, bolj da te stvari, zdaj pa kontra. Da je to ubilo moškemu erekcijo, da je ugotovil, da je ženska še bolj pohotna in še večja prasica, po domače povedano, kot on. Ne glede na to, kako mi obračamo, zaradi časa, da smo zdaj ženske kao enake moškemu, pa zdaj jaz lahko tebe pecam, pa ti težim, pa hodim za tabo, pa ti dajem komplimente, oba dva veva, da to v praksi ne funkcionira. Tudi če bi jaz to recimo počela, sem se naučila, da pač, če hočem nekega tipa imeti, da moram igrati plen. Jaz sem plen. Ne, če bom jaz lovc, ne bo funkcioniral, torej moram, ne glede na to, hočem, nočem, moram igrati plen, če želim njega zainteresirati. Ne, to je pač moja vloga, jaz te vlogo moram igrati. To sem sprejela, ne bom rekla, da je to prav. Ja, sam vedno ni tako, veš. Lej, če sem kdajkoli v življenju, ne vem, atakirala nekakšnega tipa, ali pa se ni znesel. Lej, se ni. Kako si ga način osvojila? Ja, da se delam neumno cel cajt. Njega, kako sem osvajala? Ja, lej, pizza, malo ga pokličeš, greva na pijačo. Če se ustrašil? Kaj? Ja, lej, pač, kaj svem, kaj, to boš mog njega vprašati, če se ustrašil. Verjetno ne vem, da se bom ženila, da mu bom 5 otrok rodila. Ne vem, kaj si mu rekla, ne? Ja, ne? Ja. Pa tako, veš, kakor vidim, veš, vse se to menja, ne? Zdaj, ne vem, ženske, da se nam nekar, ne vem, nazivi dajo, tega včasih ni bilo, ne? Tako da te kaste žensk, milfice, gilfice, jaguarke. No, ti si milfa zdaj. Nisem že čez mal. Ne, zdaj sem milfa. Ja, veš, pa spet tako, a je to pozitivno, je to negativno? Ne, to je pozitivno. To je pozitivno? Ne, te hočejo mladi, kresna. Kaj hočeš boljšega? No, vse to ti hočem reči. Kaj hočeš boljšega? Ampak jaz imam ful probleme s tem. Kaj, ne maraš mladih? Skozi jim stoji. Ja, pa se ne pritoževati. Si reka prej, imam probleme in ni stal. Seveda, če si stare, zveraš.
Ja, Kaj ja? pravim, da ja. Se sam strinjam s tabo. Kaj ja? Imam težavo, Ja. ker sem konzervativna, nekdo, ki bi mi lahko bil sin, jaz se ne morem z njim dol dajati, stari. Ne morem, Do katerih let? ne Do morem, katerih ne let je ta- do morem. katerih let je ta meja? Ja, recimo tam je, ne, pod 45 ne gre. Majke mi, Pod 45 ne gre. ni šans. Ja, pa čakaj malo. Ne morem, Pod 45 ne ne, more. ne Pa morem. kaj je problem? Ja, to Kaj? je premlado je to zame. Kaj pa če starejši izgleda? Nima veze, Nima nima veze. veze. Jaz mislim, da je poanta ja. energije, no. Evo, tako bom rekla, no. Se pravi, da ne padaš na mlajše. Ne, sorry. Sama erekcija pa je. Prost, ja, vem, ampak padam pa ne, no. Ste mi zanimivi, Ja. ampak padam pa ne. Vse nisem 45, sem 50. Ja, vem, sam, tako bom rekla. Ste mi zanimivi, če sem jaz starejši. No, evo, sem tako rekla. So mi zanimivi. Lej, star si 50? Ja, ker sem premlad. Ne, nisi premlad. Ja. Ne, če bi ti recimo za neko bebo najdel, velika ljubezen, pa to jaz Ja. pričakujem od tebe, glede na to, da nimaš še otrok, Ja? ne, da bi se znalo zgoditi, da bi lahko tudi otroka imel. Ne? Jaz sem s temi zgodbami zaključila. Pri meni je safe sex, no children anymore. Ja. Ne, to hočem reči. Ja. Mlajši moški od mene, mislim, da je tudi to prav, Nekaj s tem imajo še težijo, vedno, ali kaj? ne, ampak imajo, Pa se ne govorim za še resno vedno neko zvezo, opcijo. govorim za seks. pa ne morem se jaz vsak dol dajati. Vsakim, takim, da si ga pač privoščiš. No. Ne. Ne, sem preveč konzervativna. Pa porka duša. Oprost, res. Kako si se Ful mi je narodno zdaj, se upravičujem, Meni se res je mi je ful presenetilo. naroden. Ja, pa kaj Ful pa- mi je naroden. Ja, kaj pa tvoja, Trudim se, kaj da pa- bi bila kaj- bolj kaj pa- promiskuitetna kaj pa kot tvoja sem. prijateljica Zvezdana Mlakar, ne? Ona pa Kaj z ima njo? rada, ja, ona pa ima rada mlade. Ona ima rada mlade, Ja, ampak nima. tudi išče ljubezen. Tudi išče Ne, ljubezen. ne daje se dol. Ona je odprta do Jezus, mladih, ja. zato ker je Ja. tudi sama zelo mladostna, kot Ja, veš, ja, ne. ja. Ona nima teh No, to zavorka, ti jaz. govorim, ja. Ampak, lej, tudi s 20-letnim ne bo šla, ne? Ne boš šla. Čeprav ima Eiffel 100, ne, Ja. pač ne bo šla. Zato, ker me ženske z dušo, Ja, razen kurca, stari, rabimo še nekaj malo zraven, a veš. se me presenetila malo, ne? Res, oprost, ker sem tako konzervativna. Da smo Vem, da sem te Da razočarala. smo nazadnje seksala, orang, tako se zagre. Polet. Kaj letos ali lani? Letos. Pa kaj mislim, kaj pomeni orang za tebe? Kaj je za tebe dober seks? Ja, za me je orang 4-krat na dan. Kaj? 4-krat na dan. Čakaj, nekaj si kaj. 4-krat na dan. Pa z različnimi, ali z istim? Z istim. Kje si pa najdela takega? Pisa, lej, Pa to pa se najdejo. enkrat, pa nikoli več. Ne, je bilo Se je večkrat. ponavljalo. Ne, je bilo večkrat, V intervalih. lej, lahko bi bilo še danes, Ja. če me ne bi poklicala njegova žena. No, lej, pošteno. Pošteno. Kaj ti je Ampak pa jaz rekla? nisem vedela za njo, Kaj ti je pa rekla? da ne pustim njenega moža na miru. Jaz pa uno, To je Benti. Ja, kva? Ja, Kva? ja. Kaj smo pa rekli? Kdo si pa ti? Ja, kaj smo pa Ti rekli? pa celo poletje k meni hodil, celo poletje je bil pri meni. On je ločen, pa neki ne vem kaj. Ja, Lej, tako da, veš, to tako, te laži, ne, te Muti barič, klasični. moram biti kar oprezna, tako da, ja, lej. Čak, štirikrat Ampak na seks dan. je bil pa dober. No. Štirikrat na dan se Ja, seks je bil pa dober. Ja. Tako da tudi brez joške gre. Čeprav zdaj imam joške, no, da Ja. se opravičujem. Zdaj bi bilo 8 Zdaj na imam, dan. zdaj imam športne joške, zdaj je to the best. No, ki štirikrat na dan še jaz ne morem. Ne. Nikoli ne veš. Nikoli ne veš, pusti se presenetiti. Trikrat recimo, ko sem bil mlad, no. Ne, to, ne, veš, kaj je moj problem? Sem ti prej razložil, mislim problem. Meni ful veliko pride, to sem ti razložil že prej. si rekel, ja. Jaz lahko Pa ti bi napišem, mogel donirati to svojo Jaz spermo. lahko A napišem- zdoniral to že kdaj? Bog ne daj. Zakaj ne? Ja, predrag se. Jaz sem sami neki klošari javljajo. Čehinjam bi Pa sem mogel neki tam to klošari se mi valiti, javljajo, veš, pizda ne. za 100, 200, Visok, 300. visok, crnokos, Ja. inteligenten. In Pa to bi stari, ne, to bi, jaz to bi po računam- $100 v bideci prodajal. Jaz računam po spermiju, ne po količini. Pa to bi €1 po spermiju prodajal, pa bi bil milijarder. Ja, ampak ne, le, kaj hoče povedati, le, in pojasni mi to, no. Če meni recimo pride ekstremno ono res bum, bum, bum. Ja, Zakaj bi je čez eno uro spet seksa? se ni poanta v tem, da ti pride. Zato, ker ti je fajn, da laziš po njej, da ti diši. Ja, to Da jo ližeš, da hodiš v njo, to zato. razumem, to razumem. Ja, če ti prije zraven, še toliko boljš, ne? Ampak recimo, da tudi njej tako pride, da umre zraven, ne? Stari, mi ženske nimamo problemov, nam lahko prije 20-krat na dan. Vem, multipli orgazmi, Ja, razumem. 20-krat na Ja, dan, razumem, a samo da ti veš. tako fajn pride. Če je dober tip zraven. Ja, pizda, samo Ne? da bi kar ponavljal, eno in isto. Pa se to se ne seksaš, če je 24 ur, pa če smo 12 ur Pa po nekaj konci, tudi spat, je to na 3 ure smo se dol dajali. Se to ni tako. Ja, no dobro, na 3 Ja, ure. a no, smisel, dobro. kaj? Vsake pol ure. Če sem enkrat 3-krat, 4-krat na dan, A to je ja. ja, na 2-3 ure. Malo poješ, malo se spočiješ, Ja. akcija. Malo poješ, kavica, se spočiješ, akcija. Ni bolel, že Ne, pol. super je bilo, stari, the best je bilo. Dela, The best. dela, dela, Res. dela, dela. To je važno.
A veš, da dela. Ne? Moram kar malo spiti. Čuj, no, ampak si opazila nekaj, ne? Zdaj ne vem, je to bilo skozi tak, ali Kaj pa? se motim? Da ženskam seks pomeni čedalje več. Če sem to opazila. Ja. Ja, ampak v smislu fitnesa. V smislu fitnesa. Ne, če seks ne štima, bo šla ženska stran. Pa da, mislim, v preteklosti tega ni bilo tako. Ne? No, zakaj V je zdaj preteklosti tako? tega ni bilo Zakaj je tako. zdaj tako? Ja, očitno smo se osvobodile. Čeprav zdaj bom tako rekla, ne? Ja, ja. Se veš, biti ljubimc, ne? Ja. Ja, stari, moraš tudi malo vlagati to, ne? Ja, biti ljubimc. Kaj pa, Ne? Kako si se ti naučil biti dober ljubimc? Valjda se nisi rodil s tem talentom, a ne? Ja, sem se rodil. Ok, razen tebe. Ampak, ne? Ampak, Drugač pa v praksi to ampak, narediš. ne, ampak le, vsaka Ja. ženska, ki se je imel verjetno nekaj drugega v tebe hotla, Ja, drži. nekaj drugega je bilo všeč Drži. fizično, tako je Nobena drugače. Nobena ni enaka. Tudi nobena ti ni rekla, ni dala mapo, pa rekla le stari Drži. tle pa je orgazem, Ja, ja. ne? Ali pa Drži. 1, 2, 3 pa sva konc, ne? Se strinjam. Kar pomeni, da si pri vsaki ženski moral nehote energetsko Ja, najti neki, ne, kako Okej. priti do nje. Ja, Ne? se strinjam. En je pasal, da si po riti tepu, ja, en je pasal, da si objemal, ja. En je pasal, da je mož zraven gledal. en je tako, Ja, tako. Tako ja. da, ne, tle ni. Mislim, da smo tle, kar se seksa tiče, ženske zelo podobne moškim. Ja. Fore sem tem, da me ženske v Sloveniji nismo bile tako vzgojene, da o tem svobodno govorimo, o seksu. Tako jaz gledam na to. Ne? Za slovenske ženske je seks vedno še veš, tabu tema, Ja. o tem se ne govori, Ja. dobro, med prijateljicami na kamerami, ampak da bi zdaj javno ženske razpravljale o tem, recimo meni gre tudi recimo ful na živce to. Zadnjih 10 let sem obremenjena s tem skvrtanjem, Ja. kroz prej stari, nikoli nisem v življenju slišala Ja. za to. Pa to sva se mi dva že pogovarjala. Ja, pa zdaj- pa To zdaj sva se že obvladaš, imela. zdaj obvladaš. Ne! Še vedno ne obvladaš to. Daj mi pokazati, daj, šli kurs. Jaz, Ne znaš, ali ne moreš. jaz sem prepričana, da je to urbani mit. Urban, ne. Ker jaz sprašujem Ja. moje prijateljice, Ja. vse znanke, vse Ja, smo ja. to obdelale, nobena stari ne skvrta. Čakaj malo. Majke mi res. Ne, čakaj, to pa ni res. Ja, ne znate. To so, očitno, Ne ali pa znate. nismo najdli dobrega instrumentalista, Ja, ko bi znal Ja. Ne, na sej, le, ne, pravi ne, gumb pritisniti. V pornofilmih je večkrat blef, ker teče ven, Ma razumeš? daj Kot da bi- nehaj, Kot da bi no, a veš, rekel, študent. Te pornofilmi, to je stari. Ne, to... veš zakaj ti je bilo? Jaz, ko sem Ja. imel par gosti v svojih oddajah. Ne, So vse skvrtale. Ne vse, ampak mnogo. Pazi, mi smo naredili tekmovanje v skvrtu. Kje? V moji oddaji. Zakaj ste ga nisem Ja, gledala? pač nisi. Ne? Kje je bila kamera? Ja, Kje je bila kamera? Tle? Kje je Poslušaj. bila kamera? In smo dali na tla, dve punci sta bile, in Ja. smo dali na tla sveče, kjer pač ugasne več sveč. Oh, moj bog. Na koncu sta bila dva kozarca, če prije do kozarca, bom jaz to spil, tako je bil del. Oh, moj No, in bog. poslušaj to. Ampak to je meni malo, ta sem malo podvomil v to zgodbo. Ne? Ona je res pila. Okay. Kaj je pila mleko, vodo? Ne, vodo. Ne? Okay. Sam, ona je tako se je udarila gor, pa kar, sem ni bila lulanje v pivu. Pa stari, to se je polulala. Ne, to je fora, da ne. Ne moreš kratko, pa. Ta je bila pač znana potem, Squirt Queen. Ne? Jaz sem tako rekla, tukaj so neke mišice. Kakšne Ne. barve je bilo tisto? Ko smo na gravžne, Ne, stari. ne, v redu je, prozorne. Prozorne, pa je Prozorne. lulanje. Lulanje je rumene, Jaz sem- barve, malo. Razen če pa vode piješ, ja, če pa ja, to je res. Pa tudi, če mi grede, sej lulanje bo prav sterilno, tako da ni tle Ja, neke hude ja, drame, ja. ker se ni nekega gravža. lej, Ja, sorry. no, na lulanje je meni kul. Veš, kaj moje A bi si pravilo? zlati dež ali Veš, kaj kaj? moje zlati tuš? Moje pravilo je vsak lulanje, ki gre v školko, je izgubljeno lulanje. Oh, moj bog. Ja? Bože, dragi, kam smo mi dva prišla? Ja, ja. ampak- No, ampak, evo, pa ja, še ne, nič hudega, ne, saj se. Ampak Okej. to je idealno, Ja. ker tle noter, No, glih to sem hotel, ne? tle pa perverzi, stari Glih, pa kopčaš. no, to ti govorim, ne? Namreč ta knjiga, upam, da je v meni, no? Več kaj ti ne rečem, ne? Tle bi se pa ti najdel, No, veš. to je pa tvoja prva knjiga, Ja, umetno zavijanje z očmi. Ne, Ker vse tudi pove ta- naslov. Tudi ta je še vedno aktualna, ne, tudi ta je še vedno dostopna, ne, poleg te okupatorjeve hčerke, o kateri smo ja ker sem govorili, samo založnica in Ne, živim ja. od svojega dela ne. in In od to je svojega pa kaj, to pisanja. je pa kurbarija. To je pa sama kurbarija in Pa- ti moram Pa reči, da sem. tvoja zgodba tudi. Ali izmišljena. Vse so moje zgodbe. Vse. Vse je res. Vse, kar je tle noter, je res. Pa je pising, squirting kanala. Vse je živo, stari. Vse je živo. Pa kaj se pa zgražaš tu zdaj, če si vse to knjigo? Veš kaj, v knjigi veš skozi kao neko prizmo domišljije, ne? a veš. Ja. Skozi No, pa kaj je prizmo najbolj domišljije. nesti? Kaj je najbolj nesti noter? Najbolj nesti je, ko junakinja Lidija, ne, Ja. recimo gre s svojim tipom možem v Ja. Amsterdam na Ja. neki dopust, pa se ga tam zakadite, napijeta in pol ima tip rojstni dan in pol mu reče Lidija, veš kaj stari, da si pa lahko zbereš bilo katero kurbo tle, Bravo.
Jaz ti jo kupim, jaz ti jo plačam, stari jaz. Ja, bravo. Samo en pogoj imam, da sem zraven in da gledam. Bravo, svaka čast. In stari to naredila. Ja, in to si ti naredila tudi. Seveda. Kje, kdaj? Je v Amsterdamu. Kak je bilo? Da si ti rekel, da je vse res. Ja, no, verjamem, da je, ja. Se pravi, to knjigo v bistvu, ko je prebereš, zavija z očmi od šoka, ali kaj? Od šotka, od užitka tudi. Nisi nikoli videl ženske, ko od užitka zavija. Ja. Me ženske, to je naša umetnost. Nekaj, tu si šla dejansko res, to je bil verjetno najhujši pisateljski, žanrski preskok v zgodovini. Misliš? Ja, sigurno. Ma jaz sem novinarka, veš, meni vsi žanri sigurno, so mi blizu, ne? Ja. Vsi žanri so mi blizu in vsi se mi zdijo zanimivi. In čaka me še tudi pornografski roman, Ja. še kriminalke bom pisala. Še naprej. Ja, zdaj sem šele začela pisati, veš. Ja. Zdaj sem šele začela Ja. pisati. Tlele pri prvem romanu sem bila malo nesigurna, čeprav je malo kinki, ne? Ampak sem izhajala iz tega, ne, da iz česa? Da Slovenci rabimo humor, Slovenci rabimo veselje. Nažalost, se upravičujem, ne, ampak večina pisateljev slovenskih jamra. Ja, tako kot Cankar, ne? Jamra. Kot Cankar je dalje. Povej mi 3 zabavne, humorne knjige v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Težko najdeš, razen recimo Dese Mukove. Je še kdo drug razen Dese Mukove, če gremo pri ženskah, ne? Ja, to ni umetnost, ne? Kao, ne? Ka moraš biti vedno art, vedno umetnost. Pa dej nekaj, veš, kak je to glupo. Ti veš, da je komedija, najtežje komedijo napisati, ne? Vse pri filmih je isto. Ja, najtežje ljudi nasmejati, ne? Tako da ta knjiga je seksi, zabavna, joki so od prve do zadnje strani, pa še ful debela je. In sem bila ful presenečena, priznam, da so celo Slovenci, torej tam na javni agenciji za knjigo, to veselo in žmohno knjigo označili za najboljši roman Samozaložniški leta. Bravo. Kar mi je dokazalo, ja, bralci hočejo žmoht, hočejo seks, hočejo krik, hočejo znoj, hočejo ljubezen, hočejo zgodbe, veš, to hočejo. Ja, Nočejo sam jamranje, pa žile režem, pa ja, tudi jaz sem bila bolna, tudi, ja, vsi smo dali težke stvari skozi, da smo pa tudi lepe, a ne? Zakaj moramo samo o težkih stvarih pisati? Lej, tlele noter v tisti travmi, ne, mojega brezdomstva, je veliko težkih zgodb, zato ker jaz pač sem živela v težkih zgodbi. Ja. Ampak poglej me danes, a se ti zdim zamorjena, a se ti zdim zakompleksana? Ja, pising ti ni najbolj blizu, ne? Ja, To, se še vedno nisi odprla, ne? pa fisting, no way, Fisting tudi ne, kaj? no Ta way. mala rokica, ne? Se vidi prstem dol. Kaj s tabo? No, Kaj je to? Če nisi, vidi kako ima menušno rokico. jaz sem še mlada, lej, res se ti pa zloži pizda, Ja. izkušnje vidim. Lej, jaz sem še mlada, Ja. lej, pred mano je še, se veš, puh, Okay. ne? Namreč, v eni Pustila vdaji se presenetiti. smo imeli tudi fisting school, v tem ti ne bom razlagal, Ne, bom preskočila. Drugič. Bom preskočila, Drugače bova pa, drugič. Katarina, daj mi povej, kdaj si nazadnje jokala? Jaz ne jokam. Ne jokaš? Ne. Jaz ne jokam. Kako misliš? Prebral boš v knjigo Kopatarjeva hči. Ja, Jaz ne jokam, ne da jaz nočem To ni jokati. v redu. Jaz mislim, da imam blokado neko. Da imam neko blokado, ali tudi ko filme gledam, ne jokam. Ne jokaš. Spolzi mi kakšna solza, tako solza mi ja. spolzi, ko sem prizadeta, ko sem čustvena, Ja, ampak jokam pa nikoli. prav ne. Ne. Ko mi je umrl sin pred 15 leti, No, ta je bila tudi zajebana. ja, pred 15 leti, sem jokala 2 leti, vsak dan, 24 ur na dan. Nisem mogla solze ustaviti. Hodila sem, pa so solze tekle. Ja, In, pa si izgleda vse izjokala ja, takrat. ja, tako nekako. Ne, Sorry, tako si jaz nekako, se prav, se da prav. sem tako takrat izjokala, Ja, ja. pa tudi kot v tej zgodbi o Kopatarjeva hči, jaz tudi v tistem času brezdomstva nisem jokala, pa ti povem, zakaj nisem jokala, ker zame je jok nemoč, smiljenje samemu sebi. Kaj pa če jokaš zaradi čustev, vzhičenosti? Lej, meni jok nič ne pomaga, jaz če Nič. se zjokam, recimo to od otroštva se spomnim, Ja. če sem se kadarkoli zjokala, nič ni bilo boljše. Niso me pobrali, popihali, moj fotor je bil dosti strog, kar se teh stvari Ja, ja. tiče, ne, pober se pa tako da že z mejhenega imam to, veš, ne jokat, ker ti to nič ne bo pomagalo. In ne jokam, pa jokaš. se trudim, da bi, okay, ja, da bi kdaj Ja. se smerla, Ja, pa da spravim te, se veš, to, ja, ja. ven, Ja. ne gre. Ni da jaz se zdaj tle nekaj blokiram, ne. Katarina, Ko se bom zjokala prvič, mi javi. bom obvezno ti javila. Ok. Lahko se pa skap, pa bova pa skap jokala. Ne, se velika Ful imaš lepi plašček, veš, ti se jokaš, ne? Ja, Le, v ne, filmu- ne da v jaz filmih nočem. se joka Le, ne veliko. morem, ne morem. Pa ko puja svojega pogledam, mi gre na jok Zakaj? od ljubezni do njega. Otroka moraš dobiti veš enega. Katarina, za na koncu ti dam šanso, da me vprašaš tri vprašanja, ki več ne upam ti dati. 3 vprašanja, karkoli
si želiš in karkoli ti pade na pamet, pa se bom potrudil biti zelo iskren, sem da preverim, če snema. Če sva še tam, Če smo še tam, pa če še baterija štima, čakaj, da vidim. Snema, pa nismo tako dolga, niti še. Ok, super, vredo je. Karkoli želiš, če bojo dobro vprašanje, ti nam pa še enega dodatnega. dobro, ok. Ja. Dobro, daj si na zadnje seksal, ker vem, da te to najbolj zanima, da bi se rad pohvalil. Ampak iskreno, se veš, iskreno, ne? Sam sabo ali Ne sam sabo. Z drugo osebo. Z drugo osebo nasprotnega spola. mislim, da je bilo en teden nazaj. Kakšen seks pa je bil? Analni. To je moja scena. Kaj s tabo? Mislim, kaj je tako? Kakšen seks je to analni? Kaj je to zdaj, stari? Kaj so za otroke napisali knjigo? Za vrtec, kaj? Zavijanje začni v vrtcu. Jaz nobene ženske ne poznam, ki pri tem uživa. To si se pa zmotila. Lej, pač, očitno se v čudni družbi givam. To bo pa ob tistem šampančku še postane pa to. Zaščisla bomo. Ne, to zdaj bralci, gledalci ne marajo zdaj to zdaj. Ne, to. Sem neki, sem neki, no. No, ajde, en stavek. Če znaš v analnem seksu uživati, ti pride bolj kot v vaginalnem. Ok, pustimo se presenetiti. Pustimo se presenetiti, jaz sem še mlada, jaz bom to še raziskovala zdajle. Kaj pa ti, analni seks si ga že prejel kdaj? Počakaj, da ne bi še to. Recimo, ko sem te ženski konkretni, ko sem ga dal v vagino strokovno, ne rekel. Koliko imaš mehenga, kaj je to? Ne. A ne, ok. A si že not? Ko sem ga dal rit, oh my god, fuck. A res? O tem ti govorim. Pa pišu O tem ti govorim. Hočeš reči, da imajo Slovenke raje analni seks kot vaginalni? Ne vse, nekatere pa. Tako mlada, več Slovenk. No, evo vidiš, ne? Ne, to me preseneča. Moram en research narediti. Kaj, če sem ga jaz fasal, sem me vprašala. Si ga kdaj fasal? Ne, pravega ne. Bom rekel razne zgodbe, pa sam imam pa hemeroide zdaj na stara leta in to moraš operirati, sem to nehal. To sem jaz operirala že Ne, zdavnaj. nimam. Koliko sem midva nagrala? Ne, se me ne motijo. Če bi kaj noter daš, me boli. To ima ful gejev, Pač tega ne delam. Ful gejev ima težave s hemoroidi. Ja, no. Ja, ne? To moraš odrezati, cap, pa je mir. Pa bi lahko spet se odestoval. Cap, pa je mir. Okay. V glavnem ne počnem tega, ker imam težave. Ja. Drugo vprašanje, to je bilo pod vprašanje. To je zdaj bilo pod vprašanje. Okay, si bil kdaj, mislim, vem, da si bil, ampak to me, mislim, da gledalce naše zanima. Si bil kdaj v grupnjaku? Zdaj, kaj to pomeni, koliko je to številka? 3+. 3+, ja, veš, da je pizda. A res? Ja. Kako pa je bilo? Veš, kaj je problem? Ne, a ti je bilo všeč ali ti je bilo? Ne, veš, kaj je fajn. Sam je pa v bistvu postava je bistvo, ne? Kakšni postavi. Da ne pušiš veš čas? Ja, da malo ti gližiš, ne? Ne, veš, kaj je zanimivo? To je zanimivo, ko prije, ni to zdaj za vsak dan, ker te lahko preveč zanese, ampak za občasno opestritev, ker je razvrat, ker je rimska scena. Rimska scena in vse je tam, kamorkoli primeš, poližeš. Pička, joška, vse to. Kaj pa jajca, pa to ni nagražen prijemati? Ne, jajca nisem še prijel. Ja pa, tam se... Ja, znajdejo vse tam, sam skušaš, da se nekako ne bi, da se jih ne bi dotikal. No. Je pa nekaj res, ne? Pazi, je pa nekaj res. Če bi me ženska znala narajca, ono res na hard, da ga jaz pa ona skupaj nekomu pofafamo, mogoče bi rekel ja. Lej, tudi ti si še mlad, vidim, da ti še veliko časa. Ne? Sam me more pa prepričati. Ampak nisi pa imel nikoli želje, da bi bil gej pa to. Ti bi bil krasen gej, veš? Ne, ti bi bil krasen gej. Ne, biseksualc mogoče gej pa ne. A ve, ne, ko imaš stil, pa tako, a veš, ne? Preč imam rad ženske, da bi se jim odpovedal, da bi se jim odpovedal, ja. Ampak Slovenke? Tudi. Koliko so ti pa one spolno privlačne? So. V primerjavi, bom rekel, z drugimi nacionalnostmi? Ne, moraš, Slovenke, nasplošno ženske, vse to ne velja samo Slovenke, znati moraš pristopiti, ne. Ti moraš ženski demona prebuditi, ne. To pa ja. To pa ja. Ampak tega, to malo moški zna. Ja, glej, imaš žensko, ki je zdremenega porno zveza, zdremenega pa nuna. Pa ista ženska. Ja. To je fora. Ti moraš iz nje izvleči. Pri enem jo glava boli, pri drugem pa... Ja, no, glej, ti moraš iz nje izvleči prvinskost ven, ne? In pol je tvoja. No in kako ti to narediš? Ni recepta. Ni recepta, pri vsaki na novo moraš najdeti nekaj. To je ti zveš, recimo, da ko ti ženski daš takle gor roko na koleno, ona mora biti mokra. Če ni mokra, ni prava. Oprosti. No, jaz nisem mokra. Vse to ti govorim. Ampak imaš pa mrzlo roko, veš? Ja, vem, da imam, ja. Rokavičke ti po mojem posodile zdaj, ne? Ampak glej, hočem ti to povedati, ne? Kemija je bistvo, ne? Kemija je bistvo, ja. Ne? In ko ti žensko daš očala dol, ko jo pogledaš globoko v oči noter, ne? In če ona razbere, si ti želiš, ampak ne ono želiš površinsko, si jo želiš pizda ono filmsko, ne? Fertik, ne? Iz tvojih ust so božje ušesa in na tvoje besede meso postane. Ok. Naslednje vprašanje.
Zadnjo predvidevam. Kam sem seksu prišel? Zakaj nisi knjige napisal o seksu še? Če jaz napišem knjigo o Ja, seksu, ja. bodo vsi naredili samomor, ker bodo gotovili, da nič ne znajo. Pa nauči jih. Ti si seks guru Slovenije. to Saj drži. celske regije, no, Ja, če že. ne, Slovenije, ne? kar pustimo. Zdaj pa Mogoče ja. celo Evrope. Ja. Ne, pustimo celske regije, ja. Ne? Da bi knjigo napisal. Dej tam slabim slovenskim ljubimcem, prosite, nekaj navodil, kako Ja. zadovoljiti ženske. Kaj fuku da Kako, ja, to bi bilo dobro, fuko da že. Kako, bom rekla, iz zoprne, zagrenjene Ja. računovodke prebuditi seksualnega demona. Kako iz Cankarjeve mame narediti prasico? To, stari, to, dober Bravo. naslov. Dober naslov. Bravo. Dober naslov. Lej, ja, mogoče se pa lodi. Veš, da ljudje radi beremo o seksu, veš, da nas vse to zanima. Koliko knjig o seksu v zadnjih 10 letih si zasledil v Sloveniji? Nič. Stare so, same stare so, ja, pa še to slovenskih je zelo malo. Vito Milzupan 30 let nazaj, pa bo dolgo nič. Ne? Pa ko grevemo, vsi se krešejo, kao, zdaj ne vem, če je to res ali ne, ampak ko grevem se bojijo. Govorijo, da se bojijo, vsi krešejo, jaz nobenega ne vidim. No, tako da, ne? Pa tudi, pa ni to zdaj, da zdaj midva zdaj flancava, tlele pa tračarva, ne? Seks je postal veliki problem. Se bereš, da se tam mladim tudi seksati več ne da. Seveda ne. Da se jim ne da seksati. Ja. Pa mi, spomniš se nas, ko smo bili, so hodila reči 15, ne, 17, 18, ne? Punce rej fafe, ko seksajo, to veš? Mlade. A zdajle? Ker tako ne bodo zanosili, ali kaj? Ne vem, to sem prav zdaj izvedel. Tam dobijo rak grla. Ne vem, Pebo sem izvedel, da je to zdaj trend. Ne seks. Zdaj je tudi trend ta, ne, da se čuva nedolžnost do poroke, ne, to se zdaj vrača 5 stoletij nazaj, ne? Pa tega je ful v Ameriki, tudi pri nas imaš te. Tudi pri nas imaš te, ne, bom tako rekla, krščanske vrste, to, ko se reče, ne vem, za obveza čistosti, ne? Kao, midva sva para, ampak stari midva ne seksava. Kušujeva se, šlatava se, vse si vlečava, sam, ne? Ja. Spolnega odnosa, ne speljeva do konca. Ja, kaj pa praviš v tantri? Ti je to všeč, je to brez veze? Jaz mislim, da je tudi, čakaj, če si iskreno. Še zgovoriti, da si tantra. Še zgovoriti ne znaš. To je ratala ena taka, jaz sem sicer učiteljica joge, tako da se z jogo kar ukvarjam, ampak jaz sem učiteljica klasične joge, ne? Zdaj, tako veš, se pač joga ima teh veliko podvrsija, ne? Zdaj mogoče ne, no, ampak nikoli nisem bila, ni to pomembno, da znaš špako narediti, ne? Znam pa stojo, pa tako, ne? Poanta v jogi, vse to je to glik, ki je ta v modernem svetu to šlo v seksualnost, ne? Neke asane, seksualne, raztegovanje nog, ne vem kaj. Sploh nima nobene veze, te sam dobro veš, ne? Poanta je v nekih tehnikah, poanta je v prizemljenju, v mirnosti, v fokusu, v dihanju. Če pa lahko ti narediš ene par asan, pa tako boš. Če pa jih ne moreš, pa nič hudega, ne? Sam ta moderni svet je, veš, vse to spreudiciral, potegnil in iztisnil, ne? Tele v Evropi imaš, v Sloveniji en kup hot joge, power joge, hormonska joga. To naš ni stari, to sploh ne obstaja, to je vse izmišljeno. Hot joga, da boš telovadil na 35 stopinj. Pa kakve gluposti so to? Ja, nekaj glej, je pa ful veliko. To sploh ne obstaja, to se izmišljotina, veš, ne? To si opazila, da je ful veliko tečajev za seks v Sloveniji? To si opazila? Ženske organizirajo srečanja za pare, tantra je postala zelo popularna. To pa zdaj je popularno. Vidim zadnje čase. Mi že imajo veliko strank. Veš, kaj me žalosti? Ti mi to kot prodajo, to kot neko seksualnost, pa ni, veš. Samo tantra ni. Gre za povezovanje energiji, da se midva gledava, da se ne dotikava, ne. Jaz sem bila na enem tečaju tantre masaže. Da naga? Nisem bila naga. Pa še tako je bila en kolega, imel to tudi učitelj joge, ne, kao, ne vem, delavnice tantre masaže, pa jaz takrat nisem imela tipa, pa sem ga stari lahko prijem s frendico. Pa prav je lahko, se ne bo seksanja, pa mislim tako, pa veš, ko si misliš, ko imaš te neke stereotipe, da se bomo zdaj tam grupnjake poštevali, ne, komu lahko priješ s frendico, ne. Pa se že s frendico, v bistvu gre za neko masažo, za neke energetske meridijane, točke, bla, dihanje, pa te zadeve, ne. Sami mešani pari so bili razen naju dve, ne, tako da vsi misli verjetno, da sva lezbače, ne. Pa sicer po 2 urah pa pol, stari je pa ti pogasno luč, pa rekel, zdaj pa to, kar smo zdaj v teoriji, pa dajte vi zdaj v praksi. Pa so si vsi okoli naju žgali tam, ti si delavnici, če si me to hotel vprašati. Ja, vidiš to pa gledali. Ne, vsi so se žgali, vedno smo se pa hihitale, veš, kaj ne zdaj, grem ven ali kaj ne. Ne vem, kaj si ste pridružili? Ne vem, ker ni noben povabil, če sva že pri tem, ne.
Ampak, glej, to so se me ne pol ure žgali vsi, ko naj v No, temi. so ti tečaji, ne? Niso slabi, lej. Ja. Predlagam sicer, da je to fajn, da priješ nekom, ki ga poznaš, ne? Ja, Ker tam ja. lahko hitro naletiš na nekaj, kar Ja. ne bi hotel, pa Ja. ko vidim pol ženske, ki pridejo v neke take podrojene, spolne položaje, težko rečejo ne. Točno na tej delavnici se je zgodila zgodba, recimo to. Mi smo tam prišli, pa kar naenkrat smo že začeli na vrati potrkala neka gospa, ko je bi rekla računovodka tam pri kakšnih 40. Ja. Če tle tečaj joge, pa je rekel, ne, imamo pa tantra delavnico, lahko se pridružite, če hočete. Ja. Pa je na pol tam malo mencala na vratih in rekla, ja prav, pa šla na tantro delavnice. Pa je rekel učitelj, no pa kar tlele k meni prite, kaj snimam para. Čez uro pa pol star je tako žgal, No, vidiš. No, to so ti pred tečaji. vsemi nami. Ja, to so ti Isto tečaji. računovodko, jaz sem bila. Ja, viš, to so, What? no, to so ti tečaji. Jaz, po moje, ko šla ta računovodka domov za ure joge, po moje sploh ni vedela, kaj se je zgodilo, stari. Ja. In točno o tem ti govori, veš, ti priješ tam noter in pol reče, ja, kar razkomo, sprosti se Ja. ni nič kaj tašega. Pa to Vse plačujejo. veš, Ja, ne? to ful plačujejo, ja. No, to je zdaj ful popularno, sem videl. Tako da mi je zanimivo, nisem pa aktivni udeleženec. Če kaj pa ženska si bila že kdaj? Ah, seveda. In? Mislim, tako, kot bi rekla moja najstarejša hči, pa se vi, ki ste bili študentje, ste cel cajt eksperimentirali. Pa sem bila malo zgrožena, kako, da smo eksperimentirali. Jaz se nič kaj veliko ne spomnim, ne. Ja. Bila sem neki poljubi, pijane punce, tam smo se obešali ena po drugi, Drugo ampak pa nič ne. kaj tako. Ne, nisem razbača, ne bi Ti imela. ni to pretegnjeno. Ne moram reči, da nisem eksperimentirala, ampak ni pa to moj milje. Okay. Ne, ni moj milje. Katarina, zadnjo vprašanje, preden se poslovimo. Vse si me izprašal. Ja, ne še. Same neumnosti. Ne, pazi, zadnje vprašanje. Ajde. Če bi se znašla na samotnem otoku Ja, in bi bila potrebna res ekstremno. okej. ne? Ja. In da bi... In bi bil ti tam na Ne, to, ne, kaj ne, ne bi ne, te bilo. to ne rabi biti, za mene ne rabi biti ful potrebno. Koga mi boš dal, da tam Janšata, koga? In bi se z gozda ven prikazal Roman Vodeb. Je bože, dragi. Kaj bi naredila? Pa da je bila res potrebna. Pa da bi on bil v tistem obdobju, ko ni imel trebuha, ko je bil postavljen športnik. Ampak z istim karakterom, Če ne bi ust odprl, Ja. če ne bi ust odprl, bi mogoče imel še kakšne možnosti, da preživi. Če ne bi ust odprl. Da preživi. Ti veš, stari, da jaz njega tožim. Ne, to pa ne vem. A ne veš? Vem, da sta imela na televiziji neke dojele. Ne, jaz njega tožim. Ja, ker je- tožiš ga prav. Ja, ker iz teh duelov, ko se je počutil, ne vem, ogroženega, je leta in leta imel tam na svojih YouTube kanalih, pa kjerkoli so ga pač Ja, povabili na ja. tistih obskurnih desničarskih Ja, je v tebi je tam po govoril, ne? meni sral, ne, Ja, cel cajt, ne. Ja. Pa se je še pa tako, me je loto med boleznijo, češ, če je šel na itek zmešana, ker je na kemoterapiji, ker sem tam še vedno pisala, ker sem ti rekla, da sem morala delati. Ja. Pol je bilo vse, ona je maraka, itek je zmešana, ker so vsi, ki imajo onkološki bolniki, so pač zmešani, ne. Ja. Je nekredibilna in ni nehal stari s tem. In ni nehal, nabijal, še en kup nekih takih grdobi, pa da sem kurba, pa ne vem kaj še vse. Vse veš, te gluposti. Da mi je pač počel film, zdaj je tožba, čakam, da bom dobila od njega 10 000 evrov, toliko si tudi zaslužim. Pravnomočno to? Ne, ni to se zdaj še vleče, mislim, da to v Trbovlju. Jaz nimam kaj hoditi, ker jaz nimam nobenega spora z njim. On manj hodi tam, revež se sam zagovarja, ker ne more najti odvetnika, da bi ga zagovarjal, ker so tudi odvetniki zaštekali, da pač ne moš ti srati po vsem in vsakomor, pač tukaj pač obstajajo neke meje želitve. Boš dobila to? To sploh ne dvomim, stari. Kot ti pa je. Ja, pa kdaj? To pa ni odvisno od mene, to pa je odvisno od našega počasnega pravosodja. Pravosodje. Te zadeve, če sodim po Paškovi pa po Carlovi, ne, tečejo tam 2 do 3 leta. On je zdaj na sodišču, kar se tega tiče leto pa pol, še leto pa pol, pa bo šlo na dolgi dopust. Se pravi, če potegnemo črto, Ja. ne bi se na tem otoku zgodil seks. Ne. Ampak mislim, da bi bil kmalu moj suženj. Stari, tak bi ga pretepla, stari. Kot Tak bi ga zgarbala. Kot domina bi. Tepla bi ga, vsaki dan bi ga tepla, Vsak dan. stari, res. Suženj moj bi bil. Vse bi mogel zame delati. Pa bi mu pa mogoče dala kaj za povohat. Za povohat. Dame in gospodje, to je bila Katarina Keček, ženska brez dlake na jeziku. Ženska, ki je, kot smo že povedali, malo nazaj izdala svojo novo knjigo Okupatorjeva hči. In predtem, seveda, tudi knjigo Umetnost zvenjanja z očmi, ki je še vedno aktualna in to lahko dobijo kje lahko dobijo to? Samo Na tvoji pri spletni meni. strani? Samo pri meni. Pa na Facebooku, pa to te poiščejo. Ja, na napišejo. Facebooku, pa na katarinakeček.com. To pa zato, ker moja zgodba je taka, da se tega življenja ne borim proti sistemu, nisem si jaz tega izbrala. Ja. Ko sem jo malo postavila, tako da tudi ne maram slovenskih založb,
ker nisem zadovoljna z njihovim delom, z njihovo komercializacijo, s tem, da se cel cajt vzvigujejo tuji, brezvezni avtorji, in sploh, a ne. In si pač v samo založbi. Tako, in pač delam samo založbo, tako da naročite pri meni, jaz bom vesela, samo zato, da lahko še naprej pišemo, ne. Neumnosti ali pa tudi kaj pametnega. Kdaj bo tvoj naslednji seks? Upam, da čim prej, mogoče že po tem snemanju. Imaš v planu, kdaj? Naš v planu, jaz se puščam presenetiti. Ja, tako da, če nimaš kaj delati, kaj popoldne. Se mi zdi analno rukno, veš? Ne, no, prvič pa res ne, no. Prvič moraš žensko analno rukno, to je moje pravilo. Prvič, da ji pokažeš, kako in kaj. Da ji pokažeš, kaj čaka. Bova pregovarjala. Ampak prej zaključ tole, da nam ljudem slabo, no, pa vsem tam. Nič, draga družba, upam, da ste uživali v tem pestrem, resno zabavnem pogovoru. Pa ne zameriti najnim svinjarijam, ne? To je vse iz srca, to je vse za ljudi in to je vse normalno, ne? Ja, vse normalno. In če se odločimo, bova tole še kdaj ponovila, ne? Če pa ne, malo manj oblečena. Ker je malo mrzlo bilo, ne? Lahko bi šla v savno, veš, midva posnet kakšen podcast. Ne maram vročine. Jaz pa maram. Jaz sem pa v savni kakača. Edina vročina, ki mi paše, ker plesati začnemo, do ne vročine. Edina vročina, ki mi paše, je ženskega mednožja. Ja, tam, koliko, to 36,5. Ja, do 38. V glavnem uživite, fajn se imejte in to je to, ne? Se vidimo. Čau.